Živijo, dobrodošli v podcastu Ekskluzivno. Danes je z menoj človek, ki združuje radio, glasbo, aktivizem in politiko. Dolgoletni radijski glas, pevec, nekdanji poslanec Levice in človek, ki je v hram demokracije prinesel rock'n'roll, Primož Siter. In seveda tudi tokrat ima epizoda dobrodelno noto, zato te že na samem začetku, draga poslušalka, gledalka, dragi poslušalec, gledalec, prosim, da pošlješ SMS za vsebino ZPMS5 na številko 1919, s katerim doniraš 5 evrov, ali SMS za vsebino ZPMS10 na številko 1919, s katerim doniraš 10 evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Hvala. Vem ti, kateri je bil prvi, na katerega nisem šel. Nirvana. Ja. Krivi so skini. Ja. Okay. On lahko pride pet, ne? Rečem, fuck it, tako na Euroviziji pa res še nisem nikoli pel, pa najbrž tudi nikoli več ne bom. In v Zasavju res ni težko biti okoljski aktivist, ne? Imaš priložnosti, ko pričaš, ne? Ideja ali pa nekaj, jaz jo slišim jo celo, ne? Sam vprašanje moje sposobnosti je, kako bom to celoto prevedel v zvok. Ena stvar, za katero mi je brutalno žal. Okay. A se spomniš zgodbe z ravnateljem? Tako, oba projekta se mi zdi, Request the Night in Ima Sonic, tako dva koraka pred. Pred sajtom iz Opoja so bili rudarski štrajki pri nas, pa Lafarge, pa cela stvar, vse je bilo tako, vsega je bilo ful. Palestina mi je takrat padla na rada. Pričakoval, da boš stopil v državni zbor. Pričakoval, ja, pripravljen pa niti. Me je pa res razočaral. Je bilo pa zunaj državnega zbora, je bila pa ugotovitev, koliko folk ne šteka. 1919, ja. Vsebina ZPMS. The best. Rešeno. Lažje vprašanje. In ta predmet gre v dobrodelno dražbo. Torej, Primož, kaj si prinesel ti? Palestinsko zastavo, ja. Ki je preživela že čisto vse. Primož, dobrodošel. Živo. Ti si zdaj petek je danes direkt iz službe, verjetno. Res je. Kakšna dva pot si padal tist rush hour? Ali ne, sem se probal napraviti. Ura je zdaj pol pet, ja. Kar pomeni, da sem treh šel z Ljubljane in sem se prepil v Zasavje. Danes bomo skupaj odkrivali zgodbe iz glasbe, politike, civilnega aktivizma in osebnih izkušenj, ki te oblikujejo kot človeka. Pa se deva vrniti približno 40 let nazaj, pa začnimo pri osnovni šoli, pa kasneje srednji. Okay. Kakšen si bil kot učenec? Priden, si se lepo učil, tekej, mantra, si bil upornik mogoče že takrat? Hodil sem v osnovno šolo Alojza Hokrata v Trbovljah, ja. Ki je bila tako cool, tak ful dober plec v teh spodnjem delu Trbovelj. In tako se mi je zdelo, da se je kar ful dogajalo, no? Tako, te pevski zborčki, pa novo telovadnico smo imeli. Te šole so, v bistvu, osnovne šole so še danes tako taki skupnostni prostori, se mi zdi, no. Ja. A veš, tako, pač čez dopoldne je šola, ne, in telovadnica je pouk, popoldne so pa tam bili košarkarski klub, pa pevski zbori po učilnicah, pa predavanja, ne vem čem, pa CPP, pa tako, to mi je tako, ful mi, ta osnovna šola Alojza Hokrata tam je bila zmer tako, se mi zdi tak fajn center tega dela, pa cool spomine imam v bistvu, no. In kako te šlo v šoli? Okej mi je šlo. Si imel kak predmet, da si ga imel res rad, pa kak, da si ga sovražil? Pa tako, res sem imel rad kakšne ljudi. Srednjo šolo Mariđo načineva. Ja, mislim, tako, veš kaj se mi zdi, da tako poglavje v življenju tako dojemam skozi ljudi, ne? In pol nisem nikoli zares sovražil matematike, ampak mi šla pa mogoče matematikarica ful na živce. Ali pa obratno, ne? Tako mi neko učenje, neke geografije ni bilo cool, ampak hej, je bila pa ful karizmatična učiteljica, pa sem rad, a veš, sem jo imel rad zaradi tega. Ja, rečemo, kar v osnovni šoli, bom rekel, da niti ne, ajde mogoče recimo, da sem imel z eno učiteljico malo
tak odnos, da si mogoče kak predmet pa malo zasovražil. Ja. Srednja šola pa sigurno nemščina, nisem maral nemščine, tako da mi je to zelo slabo šlo. A ja, pa če se vrnem na osnovno, bili smo še zadnja generacija, ki smo imeli, oziroma kasneje, srbo-hrvaščino, cirilica pa jaz. A res je? Ja. Ti si še imel to? Ja, valjda. Si. Sam je pa tako, jeziki so mi načeloma ful tako okej. Sem imel tudi to, v gimnaziji nisem imel kemije s prefoksa z nemščino, ampak mi pa tako nemščina sama mi je pa the best, no. Najbrž zato, ker je tako malo fonetično, smo v Zasavju bliz. Ja. Pa, a veš, pa tako je tudi besednjak je ful nemški tle. Pa tako sem se pa pol kasneje v bistvu naučil tako ful ne moram reči, že ful tako, če govorim, ampak tako štekam pa vse, pa tako znam se zmeniti in mi je ful dobro, no. Kjer jezike pa znaš? Nemško malo. Nemško? Ja. Angleško valjda. Ja. Srbsko in hrvaško. Klasika. Tudi neki cirilice. Je šla? Pa malo italijanščine. Tako, ja. Saj pa je tako se mi zdi, veš, ko se mi zdi, jeziki so tako kot matematika, ne, tako, ko skužiš, razumeš, ko skužiš vibe, ali pa ko skužiš neko osnovo, neko podlago, pot je tako se jasen, pa to srečo imamo v Evropi, da so, a veš, vsi evropski jeziki so deli istih skupin, ne, in po enega skužiš. Ja, si približno tam, ja. A veš, ko znaš malo italijansk, tudi špansko skužiš, no. Kakšen je bil tvoj odraščajoči trbovski vsak dan? Kaj si počel po šoli? Si se s športom ukvarjal, glasbo, kaj drugega? Recimo že v osnovni šoli. A se lahko pohvalim? De? Državni prvak na 400 krav sem bil. Res? Ja, pri 8 ali 9. To si pa treniral kje, v Hrastniku ali v Trbovljah? Trbovljah, ja. Plavalni klub v Trbovljah. To plavanje je bilo ful, tako, totalno huda stvar v Trbovljah. Plavalni klub je tako žežil vse povprek, še tako čez par let nazaj sem imel to debato z nekom, ne, in z neko žensko sem srečal in tako, Trbovlje, jaz sem pa tam kot otrok, fulkat in jaz, okej, zakaj pa plavanje sem treniral, in jaz tako, fuck, jaz tudi, ne, in najbrž so bila na istih tekmah skupaj, ne, in tako rekla, a šta, Trbovski klub, to so vsi tako, vsi so se ga bali, ful so bili hudi rezultati zmerni, tako, no, in sem bil pač v tej šoli, in to mi je ful, ta prvi del osnovne šole mi je tako ful oblikoval. Potem se mi pa tako malo ni dal več, no, potem sem pa tako malo bolj prešal tu v muziko. Deva se še vrh k plavanju. Ja. To si začel v osnovni šoli. Ja, v prvem razredu. Včasih je pa to trajalo, da si res po mojem 3-4 leta, no. Pa si že dosegel take rezultate. Ja, že ful v bistvu še prej, no. Še kdo iz tvojih koncev, to bi lahko menil? Da bo to res dober? Ne spomnim se. Ne. Mislim tako, da vsi smo imeli neke rezultate, vsi smo imeli neke državne. Takrat pa priznanja, pa ful smo tekmovali. Mi je bilo pa ful luštno, ker je bil, jaz mislim, da je tako, da je šport je ful dobro izhodišče za življenje, tako sploh, kad te malo discipline nauči, pa dati unga, zdaj le tole naredimo, zato, ker gradimo nekaj večjega skupaj, pa nam mogoče tudi zdaj ne paše. In vem, da so takrat trenerji nas drilali, da mi je šlo kdaj na jok, ampak sem skočil v vodo in sem plaval. In mi je tudi tako, zdaj, kdaj tako rečem, če si bil mulj 7-8 let star, boš pa tudi to zgrizel. Pa še kaj drugega poleg plavanja, kak basket, košarka, fuzbal, ne? Ne. Skejtu si? Malenkost. Tako nisem nikoli, moj sin zdaj ful skejta. Takrat je bila zelo močna scena. Mislim, sem tako na sceni, si bil tudi ti del tega. Je bilo tako okrog pač skejtanja in cele te punk rock kulture se je ful dogajalo. Tako da skejtu nisem nikoli čist, sem pa zmer bil del tega in sem še zdaj ful hvaležen tem cajtu in tem ljudem in punku, da je bil tak, kot pravijo, alo stari šola življenja. Ker če me pa kaj tako oblikovalo v mladosti, je bil pa to punk rock. Ok, pa so pa rečemo že pri srednji šoli. Kako je bilo to? Jeba. Ja, nisem mi dal. Ne. Res sem mi dal, pita. Kaj ti pa po glavi ril? Kaj bi raj počel? Mislim, veš kaj, sem najbolj,
Mislim tako, prvič del, ki si najstnik, pa se iščeš, pa veš, da to, kar ti vidiš, ne, to, kar te sicer obkroža, zaradi tega ni še noben bil srečen pa zadovoljen in ti ne boš to sešel. In neka ideja, da bom zdaj si jaz le učil za nekaj, da bom šel po nekaj študirati, pa da bom neko kariero, me pa to sem tako dejma, kdo je zadovoljen, a veš od tega, ne. Kdo je najdel srečo v tem. Kakšne želje si imel pol takrat? Hotel sem muziko delati cel life. To mi je bilo tako. In a nutshell, hotel sem muziko delati. In to me v bistvu fura še zdaj. No. In če pogledam od takrat pa do danes, vse, kar se mi je v lifeu zgodilo, a veš, vsakič, ko te lebneš, pa vstaneš, pa greš, pa probaš to, pa uno, pa tretje, pa četrto. Tako muzika mi je bila pa edina neka taka konstanta, ki me je od takrat spremljala do zdaj. No. Ok, do muzike še prideva, mi pa še povej, če pri športu staneva, se zdaj ukvarjaš s čim? Je čas sploh za športati? V bistvu ne, ful. Si ful želim tega, tega pogona, ki ti ga šport, ki ti ga da šport v life, ne samo znotraj športa, ampak tudi sicer v lifeu, če se ti z nečem ukvarjaš vse rekreativno. Imam ful rad hribe in sem imel eno obdobje, ko sem fulkrat porinil, ampak potem sem si pa neki gležen zvil in pol tako en let, dve nisem mogel in pol tako se veš. Pa si pa star, pa len. Kaj pa spremljaš ga? Šport? Niti ne. Mislim tako, jaz tako razumem, nikoli ni tako, rad vidim ljudi, ki jim rata v športu, ker vem, da so vložili totalno energije, totalno truda, švica, poškodb, vse so dali, da dosegajo, kar dosegajo, ko gledamo vrhunske športnike, ko gledamo Janjo Garnbret ali pa Luko Dončića, tako mi vidimo samo slovensko zastavico, pa koliko sta fajna, pa huda, pa vsi smo srečni zraven, noben od nas pa ni bil zraven cele dneve, ker sta grindala. Vsak ima težke zgodbe. Ja, točno to, koliko sta dala enih osebnih priložnosti na drugih področjih na stran, koliko sta dala enega cajta, ki bi ga lahko s frendi preživela, koliko sta ene zabave, enih drugih, vsega dala na stran, da sta dosegla ta en uspeh v tem enem fokusu. Je pa super, ker rečemo, da tudi otroci imajo neke sanje, ki vidijo naše športnike in želijo biti Dončić, želijo biti ne vem kdo. Super, in to se mi zdi, šport je eno tako področje, ki ga tudi kot družba ful rinemo naprej in sporočamo, folku, da trud se, da se nekaj doseči. Bi si pa želel, in Slovenci smo tako eksplicitno ful športni navijači, narod športnih navijačev. Ful se identificiramo z državo, z narodom, z našo družbo preko športa. Bi si pa želel, da bi bili toliko predani naši skupnosti tudi na drugih področjih. Tako, pri športu vsi mahamo, a znamo zdaj našteti najboljšega ali pa najbolj mednarodno uveljavljenega slovenskega slikarja. Ja, tako. Pa je vložil toliko dela in truda kot Luka Dončić. Ali pa pianista, ali pa gasilca, ali pa pisatelja, ali pa planinca tudi. Ja, drugače nekoga gledati, neko tekmo, da prisostvuješ, kot pa nekoga gledati, da bi sliko risal. Ja, res je. Ampak tako, sej cool, mi gre tako ful iskreno povedano, mi gre ful na živce ta. Jaz ful nisem fan pojma naroda, to mi je tako, slovenski narod. Kaj je slovenski narod? 200 let nazaj si ga nekdo zmislil. In zdaj furamo to neko slovenstvo znotraj tega in mahamo s temi zastavcami in se poistovečamo z unimi športniki, ki so pod slovensko zastavo. Hrvaški konkurent tam je pa isto truda vložil, pa isto, mogoče isto dobro.
In tako nisem fan tega, pa to iz nekega mojega anarcho-socialističnega, I guess, prihaja še iz najstništva. In mi gre ta nacionalnost, tle mi gre malo tako na živce pri navijanju, ampak tako mi je pa lepo pa spodbujati pa uspehe ljudi. To je pa zmeraj ful lepo. No. Ok, si se že kot otrok udejstvoval na kulturnem in specifično glasbenem področju? Ja, ful. In ful z veseljem. Kako je to? Kaj si kitaro že igral ali pel? V pevskem zboru sem bil. Tako, okay, ves kudos Idi Virt, ki je kultna glasbena pedagoginja v Trbovljah. In ki je takrat vodila mladinski pevski zbor Trbovlje. In je bilo tako epsko. To je bil pa tak dober gig. Ja. Bilo je tako 60-70 mulcev. Totalno nas je znala angažirati, motivirati in ful smo bili frendi, itak smo bili pač 3 fantje, pa vse ostalo so bile punce. Ampak meni je tja spravila moja starejša sestra, ki je bila tam pač že par let pred mano in sem se vfuril v to sceno, je bilo pač sam epsko. In je bilo tako prvič druženje, drugič muzika, tako res sem se naučil slišati muziko. In potem smo naredili, najboljša stvar je bila parkrat smo naredili, enkrat se spomnim, smo naredili neko opero, tako prav stage act, s celo sceno in vsem, in scensko ekipo in vse špilali in jaz sem imel to čas, da sem pel eno od glavnih vlog. A to ste prav na nastopih imeli? Ja, in tako smo šli pač ful, ne vem, koliko je bilo teh nastopov, cela turneja, tako, in to je bila moja prva glasbena turneja. No. In mislim, tak potisk v muziko je uspel Idi Virt v mojem lifeu, pa ne samo v mojem lifeu, tako čisto vsi ljudje, ki jih danes poznam iz tistega zbora, so še zdaj po večini ljubiteljsko, ampak živijo z muziko. In mislim, če kdo muziki v Trbovljah naredil uslugo, je bila to pismo Ida Virt, no, ki je cele generacije folka s šaflo v muziko metala. No. In ji bom neizmerno hvaležen. Pa je bila pa še moja sestra, ki je poslušala Queene in imela neko kaseto, nek Queen live in sem rekel tako, kako pa je to. No, kako si gledal na Queene kot mladenič? Rečemo, meni niso sedli pokasneje pa vrh. Mislim, meni je bilo tako, jaz sem rock'n'roll spoznal skozi njih, tako da nisem imel neke druge reference. Da bi rekel, ok, Queeni so mi slabši od unih ali pa boljši, ampak si bilo sem tako, ko je to, električna, bobni, to ful poka in ta tip je res, kako je pel, ne. In še to, imel sem neko kaseto njihovega live iz Wembleya, ne, iz, ne vem, kdaj, 85, kdaj je bilo. Ker je bilo, oni so bili najprej, eno leto so bili na Live Aidu in potem naslednje leto so naredili pa svoj koncert tam, ne. In to so eni res najbolj kultnih momentov v rock'n'rollu. In to mi je bilo tako, what? In sem tisto poslušal in to je bilo v času, preden smo videli muziko. In sem sam poslušal in potem sem to nekje na televiziji videl te tipe in ta koncert in bilo sem tako, fuck. In res so me kupili. No. Do trenutka, ko sem videl, da so še drugi bendi taki, pa da je ful ene šminke okrog tega, pa da je ful te neke performativnosti in show in kostumi. In ono sem rekel, ok, to je cel show in potem sem pa šele čez cajt prišel do odrešitve v bendih, ki so rekli, fuck off, kaj se bomo mi tako oblačili, kaj te boli kurat za to. Ne. O to me še zanima, kateri bendi so še vplivali na te? Mislim, pol sem slišal in to jim bom tudi zdaj ful hvaležen in Marolt in Drnovšek upam, da poslušata, Njete, ki sem jih prvič slišal skozi Not the Same. Not the Same je bil ta lokalni punk rock band Pionirji. In enkrat sem se prešunjal, bil sem, I guess, zadnji razred osnovke in smo se z neko ekipo tako kao poslušali smo, to je bila ta Nirvana cajt pa tako, ne. To smo že malo nekega težjega roka, pa še tako neke te stare, pa Led Zeppelin so bili malo tako, pa In
pol sem slišal, da so te neki Not the Same, kao nek punk igrajo in pol sem se pazil to, I guess, da sem bil zadnji, 7-8 razred osnovke, takrat je bilo samo 8 razredov in smo se ušunjali v nek event, ki ga je gimnazija imela v telovadnici. Kao neka... Kje je to? Trbovlje? V Trbovljih, ja, v Trbovski gimnaziji. Ja. In oni so mi kao nek, ne vem kaj, pač konc šolskega leta ali nekaj, Ja, ne se vem spomnim kaj, iz tega, ja. nek uraden program in zdaj bodo pol je bila kao žurka in DJ in muzika, ampak najprej je bil pa kao uraden program in je bil govor o ravnateljice in ovo in ono in ne vem, podelitev, ne vem česa. In zdaj imamo pa mi glasbeno točko, naši dijaki iz gimnazije in ekonomske srednje šole, ki vadijo spodi, bodo zdaj odigrali in pa so Not the Same, pač pridejo na bino, ne, in začnejo igrati Lep dan za smrt, ne, in mi smo vedeli, da bo to kao, gremo te Not the Same gledati in smo se šunjali tam neki zadnji, ker nismo bili niti dijaki, a veš, nismo smeli, smo tam iz neke garderobe ali kaj tam nekje zadnji, še tam je neka taka mrežasta ograja, ki so not pospravljene v žoge, ne vem kaj. In smo tam gledali te Not the Same in sem tako rekel, fuck, te tipi tako, I can do this too, ne. In tako pač je bilo sam ful genialen moment in jim bom zmer in Njetom in Not the Same ful hvaležen in potem sem rekel, ok, cool, pač this is it. Ja, razumem, ja. Ja, in potem smo štartali stvari. Ok, so pa glih pri koncertih. Povej mi, kjer je bil prvi večji koncert, na katerem si bil, pa govoriva to o takih večjih, globalnih bendih, globalno znanih. Vem ti, kateri je bil prvi, na katerega nisem šel? Nirvana. Ja. Been there, done that. Ja, mislim, ja, oni so bili pač februarja 94, ne, se pravi, 2 meseca preden se je ubil Cobain. In jaz sem bil odločen, to je, grem, sam še doma se moram zmeniti, ne. No, tukaj se je pri meni stol. Točno to. In se spomnim družinskega sestanka, kao, ne, jaz grem, jaz moram iti. In potem sta bili matka in sestra starejša, pametni. In sta rekli, ne, dej v osnovki sem še bil, ne. Dej premleci še, ne moš iti v to gužvo, prenevarno bo za tebe, se bojo zihar še fulkrat prišli. To so se nekaj imeli, jaz sem bil tudi premlet. Well, Ja. to je bil prvi koncert, na katerega nisem šel. Pa je bil pa najbrž, je bil prvi, so bili Metallica z Obežnim Verjetno, gradom. Ja. Kar dober špil. Ja. Kaj je bilo to, 99? Tam nekje 98 se mi zdi, ja. Dobra svirka, šli smo z ekipico. Čeprav mi pa tako, nisem bil v bistvu nikoli full fan teh full velikih špilov. Ja. Tako, preveč umetno, kaj? Ja, mislim pa tako, jaz lahko cenim ta performativni del, pa scena, produkcija, ono, ker vem, da je zadnji koncept, da je zadnji neko umetniško ustvarjanje, da so ljudje vložili energijo, da nesejo sporočilo, da govorijo skozi svojo muziko. Neko stvar in to mi je ful pomembno. In so te veliki špili zaradi tega, a veš, ne, tudi ko vidiš, dober, Metallica nisem live videl od takrat, ne, ampak zdaj, ko gledam posnetke teh špilov, tako, to je res spektakel, ne, tako, to je že sama produkcija je nekaj, kar rečeš, fuck, to dela 100 ljudi noč in dan, da tako funkcionira, ne. Ampak mi je pa res k srcu prirasla ta DIY mejhna, a veš, I guess iz tega punk rocka, iz hardcora, stvar, ki si takole blizu z bendom, ne, in se lahko dereš zraven in... Mogoče še kdaj mikrofon dobiš rad? Ja, mikrofon dobiš, švicaš skupaj, ne, zihar boš imel neko buško od nečesa, jutri zjutraj, ampak to me je pa vendarle, a veš, ta community, ki se gradi na muziki in umetnosti, ki ni nujno, ki se ne rab kazati, ki se ne rab dokazovati. In to je ta punk etos, recimo, ki je pa pri meni zmagal. Tle sem, tak sem, tole imam za povedati in pripravljen sem to na glas povedati in če treba, vam bom stisnil enega fakiča zraven, ne. Če ne, smo pa prijazni, pa smo tudi frendi in smo ful povezani in se podpiramo. In to mi je pa zmagal, to mi je pa čist premagal
te velike odre, pa lučke, pa bleščeče. Sem pa videl en ful dober koncert Biffy Clyro, ki je tako izjemen band, škotski, I guess. Band, ki je tako že pač stadionske špile in so imeli 5-6 let nazaj, so imeli špil v Kinu Šiška, ki je že sam plec pač manjši od stadiona, pa še ta ni bil poln. In je bilo tako, po mojem, se je bilo tako na polovica dvorane, ne vem zakaj, ljudje mogoče ne poznajo to, kakorkoli. In je bil ta stadionski špil tako za, ne vem, 400 ljudi. Kaj pa zadnji koncert, na katerem si bil? Včeraj sem bil na Sokijevem Masters of Rock, kjer so preigravali Metallico. In Soki, se pravi Bobnar Elvis Jackson, je pripravil koncert, na katerem je seštel band z Janja Haceta, ki je basist pri Siddharti, in Zbora Zuljana, ki je kitarist pri Shank Rock. In to je bilo neko jedro, pa so se pa vokalisti menjali in še tako malo bendi malo so tako prihajali in so pač prihajali folk iz Shank Rock, Happy Home Quizov, Alostari, Bigfoot Mama, Siddharta, Tommy je bil tam in Benko, in Mi2 in Kori in koga sem še mogoče še koga pozabil. Skratka, tako, 2 uri Metalike in ful so se menjali in ful je bilo dobro. Hvala lušno. Ja, in v Odiseji v kinodvorani. In celo platno zadaj, ki je bilo pač del produkcije in stage in dober sound je bil in v drugi vrsti sem sedel in ful je bilo dobro. Je To je bil zadnji koncert. Kul ta plec. Kako se ti zdi? Mislim, tako zanimivo, tako izkušnja je bila ful zanimiva, no. Tako, star sem, se veš, 40 plus, pa tako, da lahko sedim en koncert, zdaj v teh letih že kul, ne. Mislim, tako, ni bilo onega vibea, idemo zdaj na nek rock'n'roll, čeprav pol je folk vstal in skočil pred oder in pol je bila norija in na koncu, ne. Ampak ti tako pa pač ful zanimiv, no. A si bil že ti kdaj na kakšnem koncertu? Si že kdaj poslušal Metallico v kinodvorani? Seveda ne. A vidiš? Ful je bilo dobro. Sedel sem že, ja, ampak Metallica pa res ne. Ja. Bi pa že krasili za na kakem koncerti posedeti malo pa sam na trenutke ostati. Jaz sem šel, zadnjič smo šli, pred poletjem smo šli z ekipo iz Alostari. In moj ta-mal sin in jaz smo šli na Turnstile, na Dunaj. In v Gasometer, ki je, a veš, plec, kjer ne vem, kaj je to. To je del nekega shopping centra ali postaje za podzemno ali nekaj in potem zdaj še ta dvorana zraven. In je pač tako, sam stoječe je bilo in sem takoj na začetku videl, da je zadnji na zadnjem delu dvorane pa tako nek take štenge pa neke stole so dali. In sem šel takoj tja, pa so me varnostniki prijazno so rekli, to je pa za zaposlene samo. Sem se pa zdaj spomnil, sem sedel na enem koncertu par let nazaj in sicer na, mislim, da je bil zadnji koncert v Ljubljani zdaj Green Day, ki sem ga obiskal pa sam zaradi tega, ker so imeli pred skupino Rancid, ja. Rancid sem odstal, odpel, pa so se pa Green Day začeli, pa moja uživala, pa sem jaz sedel. Jaz sem bil pa kar skozi na riti. Večkrat sem jih že videl, pa Green Day je? Ja. Okay. So mi bili kul, so bili pač v letih, smo bili mi v srednji šoli, so mi bili res super, pa je pa to nekako v druge vode šlo pa. Ja, mislim, meni so pa všeč zdaj, ker so tako outspoken, politically outspoken. To je pa meni ful dobro, veš, ta odgovornost, ki jo nosiš, če imaš priložnost javno spregovoriti, da opozoriš na problematične stvari, pa ponudiš rešitve, ne. Jaz se tako nekako punk band odrašča. Na začetku je vse narobe, ko si pa stari, pa poveš, kaj je narobe, pa zakaj je narobe, pa kako bi bilo boljše. Exactly. No in to se mi zdi, da so Green Day, da je... To je pa res, ja. In zato pa tudi jaz iskreno ful rad spremljam bende,
ki sem jih poslušal takrat, ala Rancid, Green Day, Bad Religion in tako naprej. Pa so mi bili takrat, ok, ne. Zdaj so mi totalno cool. Bad Religion, recimo, stari, so mi zdaj 10krat boljši kot takrat. Ja. Res. Pa so strici stari 60 plus, ampak tako se mi zdi, da so tako neki, pa vsi te so bili zmer pač tako kar pametni, no. Tako, Res. ta model je kar faca, no. Ampak tako, imam pa rad to zrelost v muziki, imam ful rad. Res. Ja. So mi boljši bendi pri 60-ih, kot pri 20-ih. Kako je iz delavske družine peljala potem tvoja pot v medije? Je šlo to direkt po srednji šoli ali si prej še kaj drugega počel? Ali si že mogoče imel srednjo šolo? Krivi so skini. Ja. Povej. Okay. Takole je. Ko sem bil mulc, je zopet moja starejša sestra, bila del te mladinske oddaje na Radiu Trbovlje. In jaz sem pač se valjda njej šunil zraven in težil, ne, in hodil z njo na vse možne aktivnosti in bil zraven in svetu. In mi je bilo ful dobro, kako je ta vibe radija tako funkcioniral. Ona mi je bila tako prvi stik pač z radijem, ker imeli so enkrat na teden nekaj oddajo. In potem sem tako rekel, to bilo meni ful dobro. Tako, ker radio ima tako svoj, a veš, ta studio, pa te stvari ima tako. To je bil kum. Ja, Radio Trbovlje je bilo. Trbovlje, je bilo to nekoč, ne. In sem pol enkrat, I guess, da tako je bilo tudi tam na začetku srednje ali pa koncu osnovke, sem rekel, jaz bi tudi to probal in sem šel in sem kao se povezal s to Barbaro Kužnik, ki je bila potem tudi radijska voditeljica sicer na Valu in tako, in je bila takrat tudi te urednica kao te mladinske oddaje ali neki. In sem rekel, jaz bi to ful probal, pa moj friend Urban od Lask je tudi hotel in so šla kao na neko audicijo ali neki, sam ni bila čista audicija, tako kot rekla, ker pridita v eter z mano in so šla in je ona neki, sploh ne vem kaj, pač nekaj so bluzila, naj jo spraševala in in na koncu je rekla, veš kaj, tako sicer ti nisi čist material za radio, od Lask ti pa prid v mladinsko oddajo, ne. In jaz sem poklapan šel domov. Pa kaj je motil glas mogoče takrat? Ne vem kaj, pač, ampak v bistvu sem potlačil, ne hecam se. In pol je pač od Lask šel v to oddajo delati, jaz nisem prišel zraven in od Lask je zdaj pilot, jaz sem pa radijski voditelj. Pa je bilo pa tako, pa ni bilo pa nič. In sem pa, pazi zdaj to, pa je bilo pa leto 2000, pa nekaj tasga, in smo delali neko muziko, povabil me je en friend je bil friend od Deje Mušič, se spomniš Deje Mušič? Ja, karaoke na televiziji in pevka in te fore, ful prijetna dama, in ona se je prijavljala na Eurovizijo, slovensko to, pač emo. In je imela nek komad, kjer je labla ful moških back vokalov in je dobila neke 4 modele in kako bomo mi zdaj v živo z njo to igrali, ker na Emi mislim, da imaš tako limito, da imaš 6 ljudi lahko na odru. Ne? In vokali mora biti v živo. Ne? In fronta in back vokali. In ona je rabila kao 4 stabilne moške vokaliste za te beke in ta friend je rekel, imam jaz tega siterja, on lahko pride pet, ne. Skočem, ok, fuck it, tako na Euroviziji pa res še nisem nikoli pel, pa najbrž tudi nikoli več ne bom, worth a shot. No, tam smo bili zadnji po glasovanju, ni nam ratal. Sem se pa spoznal s tem enim drugim tipom, ki je tudi pel v tem zborčku in ta tip je bil pa na radiu Antena v Ljubljani, pa tvoj mulc je bil takrat 17-18, ampak je bil tam nek njihov nek producent, IT-ovc neki. In jaz tako rečem, in tako, ko se spoznavamo na tej neki vaji, tako on reče, ja, jaz pa delam na radiju in jaz rečem, tako pismo stari, jaz sem si pa zmer želel tako na radiju delati, ne. In tako, ko bi pa delal, pa jaz tako pa nič, bil v etru pa to, ne. To mi tako zgleda ful dober job. In on reče,
ja, cool. In po naslednji vaji reče, veš kaj, enega našega sodelavca so skini prefukali in zdaj jim rabimo poflikati to, dokler so on sešteva ali neki, ne. In se rečem, ok, you got the guy. In potem sem prišel tja in tako sem prvi dan pač, so me postavili tam v eter, tam je bila Ota Roš, ki vodi Pop-In na Pop TV zdaj, dolgoletna prijateljica. In ona je bila kao speakerka, ti imaš pa tle mizo, pogrunti, kako se dela ovo ono in idemo in pol ful hitro zatem sem pol še jaz kar nekaj začel voditi te vdaje, te programe in pol prevzemati neke vikende in pol to je bilo to. Super. In tam sem začel in zdaj še zmeraj to delam. No, In ful dobro, no. Malo radija se bo še dotakla, me pa še povej, kdaj si začutil, da te vleče v aktivizem, v družbeni aktivizem? Po moje to izhaja iz, ne morem pinpointati, kdaj sem rekel, to je moje, a veš ne. Ampak je samo tako, jaz enostavno ne morem krivice videti, no, v ljudeh, pri ljudeh, kakorkoli. In sem najbrž je to povezan tudi že s cajtom iz punka, kjer je pa to res ena taka glasna manifestacija družbene angažiranosti. In pa je bilo pa tavžent enih for, pa te okoljske stvari so me v bistvu ful privlekle, no, že v osnovni šoli. In v Zasavju res ni težko biti okoljski aktivist, ne, imaš priložnosti, kakor češ, ne. Tako, ja. In smo se kar dobro povezali v enem cajtu borbe proti cementarni, proti Lafargeu, pa potem, a veš, ki je bilo treba, ki so prišli neki Palestinci, pa jim je bilo treba pomagati, pa ki so knapi imeli zadnji štrajk, pa a veš, je bilo edino logično, da smo bili zraven in tako naprej, no. Z teh priložnosti, kakor češ. So takrat kakšne knjige ali pa kak avtorji že na to vplivali? Ti si začel mogoče razmišljati v kako smer? Muzika predvsem. Samo muzika? Ja, muzika predvsem. V bistvu predvsem muzika, no. Bi težko rekel, da sem ful discipliniran bralec. Je pa nedvomno, se mi zdi pa tako, da je muzika en tak sežetek sporočila, no. Če bi se mu danes možnost vrniti nazaj, v srednjo šolo, Ja. kaj bi izbral, kakšno smer? Mogoče potem, kaj bi študiral? Študiral bi, veš kaj, po mojem bi študiral kakšno sociologijo ali pa kje mi teologijo bi šel študirati. Majke mi duhovnost me ful zanima, pa zanima me tako ustroj cerkve, no. Toliko, da bi šel študirati. Kako si doživljal Zasavje? Zasavje je znano kot neko industrijsko okolje. Kako si ga ti doživljal? Ko prehodiš nekaj sveta, ne, ali pa vidiš nekaj skupnosti, pa ljudi, pa krajev, vsaj moje spoznanje tako, je tako, da ti vidiš, katera mesta imajo ful ene osebnosti, katera pa pač ne. In Madonna, koliko osebnosti ima to Zasavje, ne. Ja, Tako, mislim, to je price. Tako Zasavje lahko sam ali 100% sovražiš, ali pa si tako 100% zapisan Trbovljam, recimo, ali pa Zasavju. Ker je toliko neke intenzitete je v ljudeh, v zraku, v zgodovini, v dediščini, res tako ne moreš, ne. Ne moreš, da ne bi tega opazil. In tako v redko katerem kraju to vidim, pa to ni sam lokal patriotizem, ampak to mislim, da je tako taka objektivna meritev, no. Tudi eno tako ful lepo izkušnjo sem imel v Jeruzalemu, recimo. Ko sem šel prvič na Zahodni breg, sem se ustavil za en dan v Jeruzalemu, malo turistično, da gremo pogledati, ko je ta sveta dežela, pa veš, te ulice, po katerih so se vse te svetopisanske stvari dogajale. In sem imel isto tako, se mi zdi, da so tako tisočletja romanja, folka, molitev, vojen, so ful pustili
vtis v tem vibu. In imam zelo podobno izkušnjo s Trbolami. Kako bi sam sebe opisal? Kot optimist ali realist? Kot totalen idealist. Res. Kako izgleda tvoj dan, ko je vse ok, ko vse štima, ko je vse dobro? Tako je ponovadi do 8:30 zjutraj, pa se pa šihit začne v neki. Okay, Vse bolj sem tako človek miru. Tako, včasih sem bil tako, nisem mogel, vsak večer bi treba neki, pa ono, pa teski, pa klukce, kaj se bomo naredili. Okay, pa kako izgleda tvoj običajen dan? Jutranji ritual, če ga imaš, pa potem skozi dan, kako poteka, rečemo, delovni dan, pa mogoče vikend. Okay. Moj delovni dan se začne z jutranjim programom na radiju, ker je ful preizkušnja za vzdržljivost. To štartaš kdaj? Ob 6 se začne, oziroma polet ob 7. In potem, ko ga narediva z Gombačem, šibam na svoj job na ministrstvu. In tam sem zabezecan do kakor je. Če imam srečo, do 4 ali pa 5. No. Potem pa pa rad čilam, iskreno. No. Ker je ta del na ministrstvu, delati PR eni toliko veliki stvari, kot je dolgotrajna oskrba v tem cajtu, ti tako vzame ful živcev in cajta. Okay, na kakšen način čilaš? Kaj te rečemo spusti? Sem vesel, da imaš vprašal o čilanju in ne o dolgotrajni oskrbi. Mislim, čilanje, jaz težko tako. Kaj res ti skrat te spusti, da uživaš, sam ti? Je muzika. Muzika. Vzameš kitaro, ukulele, zašpilaš kaj. To je, a veš, uno vprašanje, ki si ga ljudje zastavljajo, kaj je moj smisel življenja ali pa kaj je moj namen mojega bivanja. Tisto, kar si izbereš, ki nimaš nič drugega za delati. In pri meni je to prva stvar muzika. Res. Ker je tako enostavno en tak safe space, no? In se mi zdi en tak tempelj vsega, kar sem v sebi. Pa to pregravaš. In z leti vse bolj, tako se mi zdi, vse bolj iskreno. No? Pregravam tako ful malo, meni se ne da tako druge muzike igrati, po pravici povedano. Tako. Da se mi pisati svojo. Se pravi, delaš poskusnik. Ja, skozi. Zdaj kao seštevamo naslednjo plato. In ja, tako, najbolj mi je zanimiv, vse mi je fajn, kdaj tako sam malo easy state in tako, neki malo se igrati, neke lepe harmonije iskati in tako, to vse ok. Ampak mi je pa najboljši gig mi je pa kreativni proces. Tako, to je tako, ok, tole imamo in zdaj kaj iz tega sledi in ugotavljati, koliko je to v bistvu ena taka res, en tak duhovni quest. Nekoč so Chrisa Martina iz Coldplaya vprašali, kako piše komade, kako ima on proces. Ne. In rekel, pa jaz ne pišem komadov, jaz sem sam dosta ustrajen, da jih potegnem iz kjerkoli. Ja, iz vesolja, iz neba ali kako. In meni se tudi tako zdi, no, da če imaš srečo, da si v pravem trenutku nekje v neki konstelaciji zanimivi, bo nek komad prišel do tebe. No, tako se mi zdi, da so to te komadi, neka taka bitja, ki morajo priti do ljudi in zdaj, če si ti tam, bo do tebe zbrali, da jih preneseš. No. Ker se mi je že kdaj zgodil, da sem kako stvar sfalil, pa sem poslišal, da je nekje drugje ratala. A res? Ja, ful mistično. Treba čim več probati, pa tako je. Ja, pa treba biti vztrajen, veš, tako, mislim, saj jaz. Ko ti nekaj pride, ko ti pride ena ideja ali pa nekaj, jaz jo slišim jo celo. Ne? Sam vprašanje moje sposobnosti je, kako bom to celoto prevedel v zvok. Ne? Slišim, da podobno funkcionirajo likovni umetniki. Aha. Moja dobra prijateljica in moja tetoverka v glavnem je akademska kiparka in jaz sem jo tako vprašal, kako ti lahko to, jaz ne znam pismo ene ravne linije potegniti. No.
In kaj šele, da bi narisal kravo v proporcijah, razumeš, pa nekaj, ne, ali pa faco, ali pa avto. In je rekla, ne, ti moraš, jaz sam vidim prej. Ja. Jaz sam na praznem papirju vidim in potem samo tresem z svinčnikom, kar vidim. In mi je bilo tako, dude, to je isti princip kot v muziki. Pa samo vprašanje talenta, koliko ti je to dano in koliko si ti obrtniško osvojil to stvar. Ja, ki si glih pri risanju, ko mi da s hčerko kdaj kaj ustvarjava, ona lepo riše res. Definitivno boš kaj jaz, pa ne vem, kako rišem. Ko pa jaz na listu vidim, kako si rekel, glavo mačke in jo narišem, rata potem glava prašiča iz tega. Prašič. Okay. Resno mi ne gre risanje. Resno. Ja, lej, mogoče pa talent imaš, sam moraš trenirati. Še nimam pršel. Ja. Ok, dopust, koliko si ga lahko časovno privoščiš? Gre to polet, imate kakaj? Ma poleti nimam jaz rad, tako iskreno. Ne, tako imam, poletje so mi ful tečna, ker vročina tako ne paše. Ta cajt zdaj, in to delava pač konec septembra, mi je super, listje, jesen mi je the best. Ker se tako vse se hladi, ful je nek kreativen cajt. In to pa pomladno. Pomlad mi je tudi dobro, ker se malo zbuja, pa to, ampak ta jesen je pa tako s to svojo, tako ko vse malo umira, pa in to mi je ful navdih za neko kontemplacijo o lifeu. No. Pa tako luštni, no, pa ljudje se začnejo tako malo, tako, ne vem, vse bolj en tak introvert prihaja z mene, no, se mi zdi. Pa greste na kak dopust, ali so bolj kak krajši izletki? Ja, viš ko, imam to srečo, da so zdaj otroci že toliko veliki, da se jim niti ne da več s fotram. Pa ti pa ni treba. Pa, ja, ne. Mislim, tako, ko so bili mulci, tako smo hodili na morje pa to. Zdaj mi pa, veš kaj mi je ful dobro? Ful mi je dobro zanima biti 1 na 1 in si privoščiti tako kakšne izlete. Evropske prestolnice so super, ful priporočim vsem staršem najstnikov. Tako tripi po evropskih prestolnicah, tako enkrat na let, da je nekaj, to je the best. Ful vidiš, no. Pa tako malo, pa velika mesta so tako stičišča različnih kultur, različnih ljudi, ful se dogaja in tako, da izpostavljaš otroka vsem tem, se meni zdi ful odgovorno starševstvo. Kaj pa prek so bili otroci mlajši, dopustovanje Slovenija, Hrvaška, ste kam ven kdaj leteli? Ja, v glavnem smo bili tako, na Hrvaškem morju, Klasika, ja. Ker je, imam to srečo, imamo neke prijatelje v Istri in smo fulkrat bili pri njih in je bilo ful luštno in smo se tako navadili in je bilo tako naš go-to plac. Enkrat se spomnim, smo si pa privoščili road trip po Sloveniji, tako smo rekli, ok, zdaj bomo mi Slovenijo odkrili, je bilo tako amazing. In tako, vsaj ta zahodni del je bil tako ful dober, ker smo šli tako čist pač gor od, ne vem, Kranjske gore in dol čez pa Trenta in Tolmin in tako in se dol do morja in tako, to je bil ful dober trip. No. Super. In tako smo si razdelili čez, ne vem, en teden recimo, da smo se to obratili. To vas je bilo kaj familiarno? Otroci, stroki. Daj mi povej neko stvar o tebi, ki ni javnosti znana, pa da bi lahko delil, pa da ni to glasba. Neko strast, v kateri morebiti uživaš, pa da jo še nisi javno izpostavil. Ni treba, da je to neka huda skrivnost, pa mogoče kaj tazga, kar še ni bila priložnost, da bi omenil. Ko pa vem, sem tako, probam biti open book. No, se če nisi lahko te še pol vrnava. Ja, delo razmisliti, ne vem. Cool. Kako gledaš na družbena omrežja? Je to zate neka nuja, je to stvar informiranja, zabave? Mislim, družbene omrežje so dejstvo, ne? Ja. So dejstvo, to okolje je dejstvo, družba se ful organizira na njih in ful živi in meni pač ni nujno slabo. Vidim nevarnosti. So neki aspekti družbenih omrežij, ki so tečni, ki so mi ful tečni, ampak je pa tudi pač totalno priložnosti v teh okoljih. Ful lepih ljudi sem spoznal
na družbenih omrežjih in zaradi družbenih omrežij. Ful je priložnost za dobra sporočila predajati ljudem na družbenih omrežjih in to je debes, veš, koliko protestov se je organiziralo na Facebooku. Ne? Ja, veš, ne. In koliko večja udeležba je bila zaradi tega, kot če bi bilo na plakatih. Pa za koliko dobrih koncertov zveš? Absolutno. Ne, tako da je kul. Je pa sem pa, ne vem, je to pogojeno z mojo generacijo ali z mojo starostjo, sem pa, mi gre pa tako ful na živce ta performativnost vsega na družbenih omrežjih, na TikToku in Instagramu še posebej. Pa tu v bistvu tudi na Facebooku. Tako smo vsi mal podložni temu trendu, ampak tako, veš, zdaj se lahko pogovarjava midva in sva pač to kar sva, ne, se pa prižge kamera, pa zdaj mi, dej v hladce. Tako res je čisto okej, da smo taki, ki smo in vidim, da je ful enega zdravljenja nekih patologij, slabih samopodob in vsega tega, pa ne bi rabili tega delati, no, ker smo čisto kul tako, kot smo. Kaj počneš, ko si pod stresom? Imaš kakšne rituale, ki te umirjajo, pa da ni to kitara? Živcarim. Pa razloži. Ne, tako, ko sem pod stresom, ko sem v stiski, ko sem v nekem stanju, ki mi ni kul, moram iti spat. Tako naravno ratam zaspan in moram padati. Ja, in moram padati in se zbudim in rečem, ok, kul, zdaj pa stvar rešimo. Okay, upam, da nisi pod stresom v službi. Javni sektor. Ja. Katera lastnost te včasih spravi v težave? Tvoja lastnost? Moja? Ja. Shoot first, aim later. Jaz mislim, da pa se to je v tej celi neki aktivistični stvari mogoče tudi kul, ampak tako zelo hitro se razpi. No? Če vidim, da je neka krivica, da je nekaj, kar ni prav, da se ne bi smelo zgoditi, pol je tako sam. Bi sam požežil takoj. Pa bi bilo bolj smiselno, da grem dvakrat okoli hiše, premislim pa. Ampak je pa tudi pač stvar iskrenega odziva. No. Ja, ni, da se ful sekiram. No. Tak pač si tvoja lastnost. Ja. Si kdaj razmišljal, da bi napisal knjigo? Ja. In mislim, da jo bom. Da jo boš? Ja. In mislim, da je mogoče že malo delo. No, to bi bil moj naslednje vprašanje, kaj bi reče dosegel v življenju, pa verjetno bi to... Definitivno izdal knjigo. Ja. Pa predvsem bi se po življenju rad tako, rad bi bil bolj tako jebi vetričen, no? Čisto zaradi svojega miru. No? Rad bi se tako malo umiril, pa mislim, da je to tudi z leti tako, se bolj prihaja. Saj vidim, kako muziko spremljam, ki mi je tako tak lakmus za vse. No? In mi je vse bližji, vse bolj mirna muzika. Tako, pa ne muzika, ki je nujno balada muzika, ne? Ampak, pa ne bom rekel mirna, ampak tako, muzika, ki je čim bolj tako slečena balasta. Ful mi je, če sem včasih rad imel, tudi tako neke glasne bende, ki so bili Wall of Sound, da je res bilo vse, da so bili fucking orkestri zraven in ne vem kaj. Mi je zdaj tako, jaz pa v komadu slišim snare, kako piči, pa da vem, da je snare, pa ona kitara, ki vidim, slišim, da je kitara in tako, da je 4-5 stvari, ki so v komadu, pa mi je ful boljša pripoved. Ne? In pa tudi rad imam muziko, mirno, akustično in tudi plata, ki sem ti rekel, da jo pač zdaj mogoče seštevamo že počas full cajta, bo ful šla k temu, da bo slečena vsega nepotrebnega. Nimam nobenega problema, da je komad na plati samo en vokal in ena kitara in čao. Ja. Če se malo ostava hran pa pijač, ker tudi brez tega ne gre. Od pijač, kje si? Si kaj? Kava, čaj, nič od tega? Ne. Mislim, čaj pač, če ni ta pravi čaj. Da bi bil prav ljubitelj, pa ne? Ne, tako rad imam čaj, pa zdaj sem prišel sem in si bil prijazen, ker sem rekel, mogoče se me nekaj loteva in si rekel, ti dam čaj in je the best. Ne, drugače kot čaj so mi cool, ne te pravi, pa to mi tako ne potegnejo. Ja.
kave nisem še nikoli v lifeu pil. Ne, tako, niti enkrat. Alkohol pa tudi nikoli zares nisem bil pijan v lifeu sploh. Pa kaj, voda, domač, kak sokovi? Ja, pa sladki pijači so moj sladki greh. Ja. Okay. Kaj pa kuhaš? Mogoče? Veš kaj, jaz ful cajta pač ne jem mesa. Od takrat, od srednje konca osnovke v bistvu. Ne morem reči, da dobro kuham. Se pa nahraniš. Ampak rad kuham. Tako da... In kaj pripravljaš? Ful mi je rad, zopet v svojem hrepenenju po enostavnosti v življenju, se mi zdi, da tako, ful imam rad te basic okuse v hrani. Vse s tem nič narobe. Ne, absolutno ne. Tako, rad, veš, tako vidim riž in mi je tako, kak okus ima riž. In nimam problema, če je kaj začinjeno ali pa kakorkoli, ampak tako, prav pred cajtom sem si tako zadal eno tako kulinarično misijo, da bom probal čim bolj skužiti, kakšne okuse imajo, tako, korenje, razumeš, ne, ali pa brokoli. Zmer so te stvari nekje v nečem zraven, pa neka omaka, pa začimba, pa kombinacija z ovim, onim. In je tako, v bistvu so stvari ful dobre, ne? Pa ne propagiram nekega, kaj že, presnojedstvo, pa ne vem kaj, tako rad jem in sem tako kar gurman, ampak mi je pa tako, tako basic okusi, tako basic barve, basic vonji, tako basic odnosi med ljudmi, simple muzika, to me tako z leti mi je pač vse bolj, no. In me spremlja to tudi v politiki. V političnem delu, kjer si strašansko želim, da bi funkcionirali na taki ravni, da bi tako sporočali basic sporočila, ki jih imaš, da bi jaz kot volivec videl, kaj ima politik zapovedati, ali pa jaz kot nekdo, ki ne vem, kandidira mogoče, da bi bil zavezan temu, da predam jasno in osnovno sporočilo, da človek ve, da ga ne bom nasral z nečim ali pa z nekimi populizmi ali pa nekim propagandizmom, ampak tako, da bi bile stvari pač tako jasne. Tako, ko ugrizneš jabolko, pa veš, da je fajn, da je sladka. Tako. Čeprav ni več istega okusa, kot je bila. Res je, majke mi. Tako. Ok, v radiju so že kar nekaj govorila. Se pravi, začel si Trbovlek, kasneje Rado Kum. Sploh nisem začel Trbovlek. Probal sem začeti Trbovlek, pa nisem. Začel sem na radiu Antena v Ljubljani. Ta zgodba z Dejo Mušičem je šla na radio Antena, v to mrežo Infonet, kjer sem bil po mojem 7-8 let. Potem se mi je pa ponudila priložnost, da nadaljujem v Trbovljah. Na radiju, takrat je bil potem Kum Trbovlje. In sem tako s hvaležnostjo zagrabil varianto, odlih sem dobil dojenčka in mi je bilo ful dobro, da sem bil več, pač, da se nisem furil in sem bil doma, sem delal na radiju v Trbovljah in sem bil doma čez cesto. In je bilo ful dobro. In potem sem bil ful časa tam in eno kratko epizodico na radiju Aktual, ker mi je bilo tako osebnostno zelo mimo tega, kar sem jaz sicer spremljal, recimo v medijskem prostoru. In sem tudi hit pobegnil, ampak sem pa tam bil v stiku s čudovitimi ljudmi. Je bila pa tako, ekipa je bila izvrstna. Od tam sem šel pa na Rock Radio. Kakšen bo ta prehod? To si dobil ponudbo? Ali si... Z Rock Radia? Tako. Ja, basically, ne spomnim se čist kaj, ampak prijatelj me je povezal z urednikom in sva se... Rock Radio takrat glih začel in so razmišljali, kako bi pač malo programsko doterali stvari. Rock Radio je bil vedno tako en tak poseben brand, ful je bil tako, ful je drzno, veš ti v nišni radio, kjer bo sam rock'n'roll, veš, da boš pač prvič samo rock'n'roll muziko, drugič pa tudi, da boš moodboard imel malo drugačen, kot si malo bolj drzen, malo čez rob in da si boš malo več upal, da si boš upal kakšno kletvico kdaj spustiti v eter, pa da noben rekel, da je to pa ne paše. In to me je valjda pač
punk se je strboval ful vleklo. Ja, in sem se povezal preko Žige Gombača, ki je še zdaj moj sodelavec tam, z urednikom in so parkrat sedela, so se pogovarjala in je rekel, ja, mi tudi razmišljamo, da bi, jaz sem rekel, jaz bi to ful delal, pa tudi mislim, da bi to ok delal. In potem je rekel, ja, mi pa dlih se pogovarjamo, kako bi stvari pofrizirali, malo razširili program. Kakšna je bila tvoja vloga na začetku? Na Rock Radio. Na Rock Radio, ja. Na Rock Radio sem uletel v drive time programu, popoldanski program delati. In je bilo tako, jaz sem imel tle že, a veš, enih 15 let radia za sabo, jaz nisem zelencu leto tja, ne. In je bilo ful dobro, ker sem vendarle bil izdelan, sem vedel, kako se stvari delajo. Poznal sem, a veš, radijsko teorijo, vedel sem, kako jo ufuraš, rabil sem se sam po igrače, kako te izkušnje pa to teorijo prevesti v to neko novo okolje, ki je bil rock and roll prvič v lifeu, rock and roll radio, ne, in je bilo ful dobro. In smo se tako kar lepo ujeli in smo to pa začeli delati. Zamenil si neki radio, pa se razlikuje tako delo med posameznimi radiji, ali gre to za neko ufurano zadevo? Ali bi rekel, da zdaj pa tukaj delo drugače poteka? Mislim, veš, radijski izdelek, ne, ali pa produkt je več ali manj tako podoben vse posod. Ja. Če primerjaš nek radio aktual, ki ima nek svoj moodboard, ali pa rock radio, ki ima nekaj svojega, princip je v bistvu isti. Ne. Ti imaš muziko in ti imaš vsebine vmes, ki jih ustvarjaš kot voditelj ali pa urednik ali pa DJ ali kakorkoli. In zdaj princip dela je več ali manj vse posod podoben, ne? Sure se razlikuje, to so različne ekipe, se razlikujejo detajli, ampak a veš, največ dela pa vložiš v to, da ustvarjaš ta mood, ne? A veš, to, da ustvarjaš ta produkt ali kakorkoli, program, ne? Tako da jaz sem imel v bistvu tako, imam ful lepe izkušnje z vsemi ekipami pa z vsemi temi postopki. Procesi dela, to je ful kreativno delo, skozi moraš biti v koraku s časom, vse moraš vedeti, pa je pa ful dobro, ker na drugi strani si ful hvaležno sprejet. To mi je vendarle tako ful pomembno. Sploh recimo zdaj, ko delava z Gombačem jutranji program in so tako brutalne številke pač poslušanosti in feedbacka, ki prihaja do naju nazaj. In jaz mislim, da je največji doprinos medijskem prostoru je najina tako pristnost ali pa iskrenost. Toliko cajta so v tem fohu, da ne rabva nikomur ničesar dokazati, nič ne rabva glumiti, da sva, ker nisva, ker to, kar pač je ta radio ali pa to neko okolje, ta neko rock and roll in to sva midva. Tako, nič ne rabva, pač tam sva in poznava se že fucking 20-25 let, frenda se, itak bi se dobivala in bi te stvari delala, tudi če ne bila v radijskem studiu. In je tako, pač je sam fajn, no. In mislim, da je tudi odboj od javnosti nazaj za to tako fajn in pozitiven in tako. No. Pač rada to delava, rada imava drugega in prijatelja sva, spoštujeva se ful in tako jaz ful cenim Žigovo ta kreativne klikerje, ki jih ima in jaz mislim, da je navdušenje vzajemno. No. Se pravi, so ta prava ekipa. Ja, super, the best. No. Saj ta jutranji program, pa so tle množica drugih ljudi še, ki ta radio ustvarjata, niso sami dva. Ne? To je ful veliko ljudi, ki ful dobro in predano delajo. Ne? Kakšna bi rekel, da je moč radia v primerjavi z drugimi mediji? Mene vsakič preseneča, koliko se radio ohranja. Ne? Ja? Ja, tako mi je, le kaj vse se je zgodilo. Radio je tako rekoč, a veš, prvi ta živi, dinamični medij. Ne? Ja, predtem so bile časopisi, kaj drugega pa ni bilo predtem. Ne? In to je bilo, a veš, 100 pa še več let, sploh ne vem kdaj. Let nazaj je bil radio in radio je zdaj in princip je cel cajt isti. Ne? Pa se še zmeraj drži. Ne? Mogoče je okolje drugačno, mogoče so orodja drugačna, ampak
A veš, ti prideš zjutraj v avto, prižgeš si radio, ne? Ja. A veš, ne? In še zmeraj radio tle, še zmeraj hiter, še zmeraj odziven. In kar je ful pomembno, še zmeraj ima to osebno noto, ne? Še zmeraj je človek tam, ne? Ki mu je tudi danes zjutraj toliko jebeno težko bilo ostati kot tebi. In jaz mislim, da to radio ohranja. Je pa v tem recimo miselnem vzorčku, miselnem vzorčku, ki se mu reče radio, je bilo včasih več pač tega on-air stvari in potem zdaj ful družbenih medijev zraven, pa se to pri kakšnih radijih se tako malo pokriva, pa pri kakšnih gre malo več tako. Pol vidiš, eni vlagajo več v to, drugi v to. Mislim pa, da ne bo nekih velikih presenečenj v naslednjih desetletjih. Se pa tudi radio nekako razvija, bi rekel, pa sledi smernicam, ker če pogledamo, imamo zdaj že tudi radije, ki so tudi video podprti. Ne? Ja, seveda. Prav imaš lahko vse. Vse imaš, ja. Zanimivo. Tako, pa se ti zdi, da to ubija čar radija, te prilagoditve. Ja. Jaz mislim, da video ubije čar radija. Ja, tako. Veš zakaj? En intervju sem poslušal z Larryjem Kingom, ki je ta kultni pač, ameriški televizijski in radijski voditelj. Bil je na oddaji z Georgeom Strombolopoulosom, ki je tudi nek kanadski ful znan voditelj. In model ga je vprašal, tako je imel pač Larryja Kinga, ne, ki je star 150 let, ne, za sabo začel je radijsko kariero leta, ne vem, 55 ali kdaj. Ne, in cel cajt od takrat do, ne vem, to je bilo recimo 10 let nazaj, je bil aktiven. Ne, je imel vsak večer televizijsko oddajo in vsako noč nočni program na radiju. Ne, cel ta cajt svojega lifea. Ne. In ta Strombolopoulos njega vpraša, kaj ti je ljubše? Ne? Kaj ti je po 60 letih kariere, kaj ti je ljubše? Televizija ali radio? Ne? In oni strelijo radio, absolutno radio. Ne več zakaj. In mu odgovori, because it's the theater of the mind. Zato, ker ti samo z zvokom daš gledalcu, poslušalcu bistveno manj. Ne? In vse ostalo mora on samo svoje domišljije osmisliti. In ko mu daš televizijo, mu daš sliko, mu daš zvok, mu daš nasmehe, mu daš light, mu daš produkcijo, mu daš celo izkušnjo, ful bolj je zabezecan v glavi s tem, kar dobi. Ker če mu daš radio, mu daš pa sam muziko, mu daš zvok in vse, kar hočeš ustvariti, ustvariš z glasom. In je vsaka beseda ima bistveno večjo težo, vsaka pauza pove ful več. In je tako, če mene postavi pred dilemo, kaj bi rajš kadarkoli delal televizijo ali radio, tako, neprimerno radio takoj, moj prvi take. Pa še nimam pač te televizijske face. Kaj pa kak hud kiks, fupak se ti zgodil morbiti? Na radiju? Na radiju. Da si res vsekal mim. Je bilo kdaj to? Ja. Ena stvar, za katero mi je brutalno žal. Boš delil? Lahko, ja. Bo zelo terapevtsko. A se spomniš zgodbe z ravnateljem? Ja, se. 10 let nazaj. Ja. Ali pa še na vem, kukam pač se spomnim. Ja. Pač bil je ta en ravnatelj, ki je imel afero z svojo zaposleno. In dijaki so jo snemali. In to je prišlo ven in te posnetki so šli pač vse posod okrog. In jaz sem bil takrat, to je bil kratek cajt, ko sem bil na Aktualu in to je tako eksplodiralo. Ne? In jaz sem dobil navodilo iz uredništva, da dajmo to stvar furati, ne. Dajmo biti del tega. In jaz sem protestiral proti tem, ne. Ampak je bil pač ta pritisk toliko močen in sem moral plačati položnice. In sem se temu vdal in je bila neka pač en dan res zreduciral tist, pa še z nekom sem bil takrat v etru, ki bo ostal neimenovan, ker je fajn človek sicer in ga imam rad in je dober voditelj.
In smo bili pač, je bila ta scena in cela Slovenija o tem govorila in mi smo pač naredili to neko vsebino, haha, ta ravnatelj, ono. In tako 2 dni kasneje si ta ravnatelj ubil, ne. In mene je to ubilo, ker sem videl, da mogoče sem pa jaz prispeval k temu, ne. In to mi je bilo grozen in Moš potem... razumeti, da je to z vseh koncev letelo. Z vseh koncev je letelo in jaz ne pravim, da sem objektivno jaz bil kriv ali pa kakorkoli. Ja. Ampak pač v meni je bilo pač to, pač je bilo ful grozen. In potem sem še dobil neko pismo z častnega novinarskega razsodišča, kjer so mi zadržili in so rekli, da pač to je bilo pa res totalno neprimerno. In sem dobil tudi tako tam uredništvo, tako kaj, ko jih jebe, se nisi novinar, idemo dalje, stvari, pač prodajati treba nasilje, seks in bizarno, ne. In to je bil tako rob, kaplja čez rob in sem rekel, ok, tle jaz mogoče ne bi čisto vsebinsko se znajdel več, bomo kaj drugega, kakšno drugo okolje najdel. Ampak ima pa zgodba navkljub temu sorazmerno lep zaključek. Kakšno leto nazaj je hči tega ravnatelja napisala knjigo. Ravnateljeva hči. In je bila tako all over, ne. In sem bral nek intervju z njo in je pač v knjigi opisuje, jaz nisem te knjige še prebral, ampak v knjigi, kolikor sem skužil, opisuje njeno doživljanje te situacije in te epizode in potem očetovo smrt in tako. In sem prišel preko neke frendice novinarke prišel do njega naslova, do njega maila in sem ji napisal, hčerki, to, kar sem zdaj te povedal. Sem rekel, takrat v tistem cajtu sem bil tam in tam, ta stvar se je zgodila, jaz sem pač moral tle sodelovati, ful mi je bilo narobe in ful mi je bilo, totalno mi je bilo žal in padel sem v depro zaradi tega in res mi je bed, da se je to zgodilo. In pač nimam drugega, kad da se ti upravičim. Si dobil kakšen feedback? Ja, in sem dobil odgovor od nje in rekla, cool, hvala, cenim iskrenost in that's it. No, idi super. Ja, mislim super. Ja, no, na nek način se jo... Nisem pričakoval upravičila od nje in ni mi ga dala, ampak rekla sem, da ceni iskrenost in to je bilo že nekaj za mene. Ja, zgodbe, ki jih piše življenje, ne? Ja, res je. Kaj je zate dober radijski glas? Daj mi povej kak primer glasu, ki ti je res všeč, Slovenija, tujina, karkoli, pa mogoče še kjer ti je vsebinsko kot radijski voditelj pri srcu. Definitivno, že prej sem ga omenil, George Strombolopoulos. Ja, si. Ja, ta kanadski človek, ki je tako, ni sam radijski, je splošno medijski. Začel je on je bil na MTV-ju, on je bil na Much Music, potem je bil na kanadski nacionalki in potem je bil tako, cel cajt je bil mal ta muzika, rock and roll in šport. In imel je ta svoj talk show, kjer je gostil Larryja Kinga, o katerem sem govoril. Ja. On mi je ful dober, nima nekega magičnega glasu, ni neki ful lep ali kaj, je pa ful pristen. Je pa to, kar je. In to tako najbolj cenim. Ne. Najhujše je slišati, prižgati radio in slišati nekoga, ki reče, dobro jutro, tole je, ne vem kaj, in to je moj radijski glas. Pol pa govori drugačne. Ja. In mi tako, dej stari, nekaj glumiti. No. Pač pod to, ker si, life is good, idemo. Tako da, če me vprašaš, kaj je dober radijski glas, ful je dobrih radijskih glasov, tudi v Sloveniji. Cenim pa najbolj tiste, ki ne glumijo, ki so iskreni. Ja. Pa tako nimam, ne vidim, da bi bil nek recept, kakšen bi moral biti radijski glas. Pač be yourself, I guess. Ok, gremo nazaj na muziko. Kar se glasbenega ustvarjanja tiče, si bil ti dejavna v večjih zasedbah, v večjih projektih. Začniva na začetku, če to, pa začniva z Request Denied. Povem zgodbo. To je bil pa ful dober gig. Vem. Res, ta gig je bil pa fenomenalen. Ful me je navdušil in oblikoval in izpolnil in res tako poslal v eno smer ustvarjanja. No. In je tudi ful je nagradil. No, da je vrn se tja, pa razloži. Ja, ok. Se pravi, bili smo mulci
In rekli smo, da bi imeli band, ampak bi moral biti brutalno glasen in trd. In vsi smo bili za. In pa smo začeli delati z ekipico zasavskih punk rockerjev oziroma hardcore ašev ali nekaj. Vse glasno. Ja, vse glasno, ful je bil dober. Enkrat sem v bistvu v Trbovljah na ulici srečal tam na križišču, kjer je trgovina Dežman, srečal Borisa in sem rekel, jaz bi imel band, pa rekel, jaz bi imel tudi band. Sam bi tako, da je na Hartne, sem rekel, ja, tako da bi bilo na Hartne. In a poznaš koga, ki bi še igral, in pa smo prišli do Roka Koritnika in pa smo začeli igrati. In dobili še Andraža Marna na basu, žal pokojnega, izvrsten človek. In pa smo začeli igrati. In je bilo tako res, to je bil čas precejšnjega pionirstva v tej muziki. To je bilo res novo, vsaj tle, vsaj tako v Evropi. In zelo hitro smo spravili skupaj eno plato, oziroma sorazmerno hitro, no. Še prej smo začeli igrati live in tle smo te koncerti so se kar štepali. Jaz nisem imel z nobenim bandom toliko intenzivnih koncertov kot takrat, pa bili smo mulci stari 16-17. In na eni točki smo začeli smo tako prihajati na radar. Na radarje raznih organizatorjev koncertov, pa nekih založb in tako naprej. In smo tako lepo požežili tle in po Evropi in je bilo ful dobro. No. In še zdaj, jaz mislim, da sej nočem biti preveč prevzeten, ampak se mi zdi, da je bil to kar odločujoč moment v zgodbi hardcora takrat. Ja, ste pustili svoj pečat. Ja, in mislim, da smo dali tako malo popotnico tudi drugim bandom, ki so začeli takrat. In tukaj in tako in drugje. Zanj sem enkrat, 2 leti nazaj me je ujel nek profil, nek straight edge, neki profil na Instagramu, kjer so delali intervjuje z random straight edge ljudmi. In so mislim intervjuje tako, neka kratka vprašanja, da ti nek profil naredijo in eno fotkico in par vprašanj. In sem pač odgovoril na ono vprašanje in tako, in potem se v komentarjih nekdo iz ne vem, ki je najdel in rekel, fuck, tvoj model iz Request Denied. In ta tip je bil nekje iz neke Južne Amerike. Okay. In bil sem tako, ok, cool, nekaj smo naredili. In je bilo ful dobro, no, zato ker smo prvič, ko se mi zdi glasbeno, šli v neko špuro odkrivati nekaj in predvsem sebe in svoje ustvarjanje. In na drugi strani pa tudi dober cajt je bil, ker je bilo s tem, mi bomo pa zdaj malo straight edge, pa ne bomo pil in kadil in te fore. In je bilo tako tudi kulturno ustvarjanje nekega tazga balončka luštnega, no, ki me je ful oblikoval in sem še zdaj tak. Pa ti si bil takrat sam glas, ne? Ja, sem mogel. Ja. Pol naprej je sledil kaj? Je sledil že Nima in Sonic? Po mojem je bilo še malo vmes, malo vmes še igral, ko sem malo jamal s kakšnimi drugimi. Nima in Sonic je bila pa ta elektronska stvar. To pa čisto druga smer. Ja, čisto druga smer, ampak z istim človekom, ne. Z Rokom Koritnikom, ki je bil tam bobnar, sva zdaj to naredila eno ful dobro plato, ki je tudi tako kar malo zaokrožila okrog. Kako do tega pripala, da so šla v to smer, ker prej sta oba bila v resnici hardcore? Mislim, da je Rero kar tako cel cajt hotel tako že flirtal s to elektroniko, tudi v zaključnih fazah tega Request Denied smo se že malo z elektroniko igrali, pa takrat to je bil že cajt, ko smo tako zvedeli, da obstaja ta neki nu metal, ki je itak bil en tak fusion, malo hip-hopa, pa nekaj elektronike in to. In kar zanimiv in kreativen cajt. In pa je bilo pa Rero ima pač itak to fascinacijo s temi 80-timi in synthi in to. In so rekli, deva videti, kako lahko ta punk, pa to punk neko melodiko, pa simple 3 akordi, ovo ono, prevedemo v neko elektronko čisto. Ne? In
je bilo tako, da je imel on neki muzike, jaz sem imel nekaj svojih komadov narejenih, ki so bili tako punk rock, spevni, nekaj, kar bi bilo tudi pop ali pa neki. In se to skupaj nametalo in je ratala ta plata in je v bistvu ratal ful dobro. No. Tudi malo zaokrožila. In to je bil en projekt. Ja, ta muzika dobro se zrihtala. Ja, sem preposlušal to in Fular, res čist nekaj drugega za tiste cajt, tudi vajen žanr, čist nekaj drugega, ampak je super izpadlo. Tako, oba projekta se mi zdi, Request Denied in Sonic, tako ima dva koraka pred cajtom. Ker sem pa pol videl, pa tudi za Request Denied se je neki naredil, neka širša stvar, scena ali neki. Zanima Sonic, so pa tudi je pa tudi ta revival 80-ih mal spet prš. Pa ta merch s tem nekim punkom, pa tako, no. Probala so biti tako, a veš, sam Sintino. Karatelno. Kaj pa pol? Si že začel sodelovati s Super Soul Connection? Super Soul Connection je pa tudi projekt Roka Koritnika z Dianom Cerkvenčičem. To je bil v bistvu tako bolj njuna zasnova, njun projekt. Rekla sta tako, dajmo narediti. Dian si je ful želel pač neko muziko delati. In je imel ful nekih besedil, pa nekih idej. In Koritnik je pa tako, ok, let's do this. In postavljena dva se tako spravila v par nekih komadov in mi na eni točki pokazala in sem rekel, I can as well. In sem pa še jaz neka besedila prispeval, pa tam je glavnino v bistvu muziko, je kar Koritnik naredil v celoti, no. Se mi zdi vsaj večino, ne vem, če si mogoče sem jaz kakšno malenkost, pa tudi ne vem, če sploh prispeval. Je bila pa stvar, ki je pa tako prišla tudi na radarje. To je bil pa moj tak prvi izlet v ustvarjanje nekaj, kar je v slovenščini. In prvič mi je bilo zanimivo, folk, to se vrti na radiju. Kar je bilo prej nezamisljivo za punk rock in za hardcore in te stvari. Čeprav nima Sonic, je bilo malo tako nekaj, je bilo, ampak so bila angleška besedila, pa to ni bilo za slovenske radije najbolj tako pač ful zanimivo. To je pa totalno požežilo na radijih. Ta prva plata in prava frekvenca, pa tako enkrat smo bili tako stari povabili so nas v to neko nedelja popoldne, nekaj, ki je na televiziji, veš, ne. In mi tako, dude, jaz sem punk sister Bovel, how do you do this? Kako so me obnašali. Kako je to? In pa smo sploh ne vem, smo to odigrali v živo, ali bilo to neki playback, mogoče se ne vem, kaj je bilo v bistvu. Ali pa mogoče je bilo ful nekih matric, pa nekaj smo odigrali v živo, in tako ne spomnim se čisto. Ampak je bila cool izkušnja, no. Taka živa. Tako, ful je bilo zanimivo, no. Tak prvi izlet, mogoče ta, recimo, mainstream slovenskega medijskega prostora, no. Pa sta s Koritnikom rekla, to sva, in sta rekla, deva za no-band narediti. In kaj je bilo pol? Pa nisem imel več s Koritnikom benda. Ne? Ne. Ni tudi pa, ne vem, Ne. On je pa sproduciral. Smo pa snemali skupaj, je pa kot producent nastopil in upravil izvrstno. Doktor se bili pa tam? Ja, upravil izvrstno delo. Tam so pa tako stari nabral eno ekipo, ki mi je tako pač prišla kar tako nasprot. Prodajal sem glasbila v Hartmanu, v trgovini Hartman v Ljubljani, in tam je bilo itak pač Muskonter, tako neka skupnost se je tako oblikovala in sta prišla ta dva dečka, Johnny in Đuro, čeprav to zdaj zveni, kot neka dva risana junaka. In sta tam smo tako malo pohengali, oni sta rekla, Đuro je imel že nek band, Johnny ne, ali neki, ne. In sta tako, in smo se ful pokonektali in posta na eni točki tako rekla, ko pa če mi naredimo nekaj skupaj. In pol je še Đuro potegnil bobnarja iz svojega benda, ki se mu je rekel Language of Thought Hypothesis. Okay. Because that's how you name a band. Ne bobnarja. Ne bobnar band, da si tako rekli, bobnarja je ime Nace. In pol se je pač naredila ta ful dobra ekipa in so se totalno poštekali in še zdaj smo ful dobri prijatelji. In še zdaj se pogovarjamo, kdaj bomo obnovili ali pa nadaljevali to stvar. Koliko časa se špilali?
Ja, 2-3 leta. obstajalo, 2-3 leta. 2-3 leta nekaj takega. Ja. Pač bila je ta plata, ki je kar dobro naredila, zaokrožila. Še zdaj dobivam nakazila od Sazasa zaradi tega. Super. Ja, te milijone. Ja, je pa tako, je pa tako ful dobra ekipa, te ljudje so res čudoviti. No. In se ful se imamo radi, še zdaj se vidimo. Ste dosti koncertirali, je bilo dosti špilov. Ful, ja, tako, ja. To je bilo pa tako v Sloveniji, pa imeli smo en špil na Poljskem, na nekem huge festivalu. Ker se mu reče poljski Woodstock, mi smo na enem stranskem odru igrali za samo 20,000 ljudi. In potem smo šli ta isti večer gledati Papa Roache na ta glavni oder za 500,000 folka. Bilo sem tako. Uni modeli so sem prišli na oder, tako sem, what the fuck, kaj, tudi bandni, Papa Roach tako niso vedeli, če skoj ne delajo. Ker je bilo tako huge. Ampak dober projekt, ful mi je dal in ful sem jaz dal njemu. In upam, da ga, to pa še imam tako nekaj upanja, no. Da ga obnovimo. Ti tekstopisc? Ja. Vse komplet. V večini sem kar jaz tako muziko pripravil, no, vse to je pač aranžmaj zmer del nekega skupnega efforta. Nekaj stvari mislim, da je Johnny, kitarist, prispeval glasbeno. Besedila sem pa tudi jaz hotel, sem kar ustrajal, bom tako jaz hočem peti svoje komade, no. Tako, to mi je najbolj... Pa zate stupa, kater komad, da ima neko močno sporočilo, da bi ga izpostavil. Iz te plate. Iz te plate. Ta glavni single Halo. Je najbolj unik in iskren in to je tudi komad, ki je rad tako v pol ure. In če ti rata komad v pol ure, pol veš, da je to komad. Pol je to. Mislim hit, pol veš, da je pač tako, da je iskren. In tudi ta komad Himna za naprej, za katerega je Johnny naredil muziko, je tako ful dobro. Cela plata je pismo, cela plata je ful dobra. No. Ja, res, ja. Je tako proper plata. Koliko je to že nazaj? Koliko let? 2000. Maj se gledal, da se ne spomnim. 12, iš. Že kar doba. Ja, kar nekaj. Lahko bi že kakšna plata vmes rata. No, ok, pa preskočiva zdaj na današnji dan. Rekel si že, da nekaj ustvarjate, kaj zdaj sledi in s kom? Ja, veš kaj, po November 1 sem naredil eno plato kot neko solo kantavtorsko, ne? Ja. Kamor sem povabil Saša Piskarja, ki je izvrsten kontrabasist iz Zagorja, Jureta Torija, ki ga vsi poznamo. Ja. Bobnari so se malo menjali in smo naredili to neko kantavtorsko nekaj, ne? Čemur se reče pač siter, zato ker sem jaz siter. In je stvar šla na Niki in bila zelo lepo sprejeta. Par fajnih singlov, cool koncertov, izštekanih, te fore smo naredili. In zdaj smo rekli, da bomo tudi tako obnovili. En single s podobnim vibom sem že dal lani, lani po mojem, ven kot najavo neke nove etape in zdaj to novo etapo seštevamo. No. Je pa zdaj v delu en tak mal aktivistični komad, ki govori o Palestini. No. In bo tudi del tega celega paketa novega. No. Pa mogoče imaš še kak plan se vrniti na, rečemo, star žanr, ki je bolj močnega, ali si zdaj bolj v teh umirenih vodih in boš o tem tudi nadaljeval? Enkrat smo bili, ene 2-3 leta nazaj, smo bili na nekem koncertu v Mladinskem centru v Trbovljah. Cela ekipa iz Request Denied. Ne? Ja. In tam pač hangamo in gledamo in se imamo fajn in potem gremo ob 2 zjutraj čez cesto v pekarno na burek in jemo tam burek in obujamo spomine, kako je bilo luštno. In rečemo pismo, a mi se tako spet kaj dobili pa ne, naredili reunion in to. In tako je bil malce ta sentiment v zraku, da bi mogoče Request Denied naredili. In poj Boris v vsej svoji modrosti, ki jo premore, in premore je mnogo, je rekel, kaj pa če bi mi to pustili kar v popolnosti preteklosti, ne? A ni bilo cool? Ja. In je tako, kaj če zdaj tam 4 stare kurce, a veš, da ne nov neki podoživljajo srednjo šolo, pa a veš, tako, to isti bil dober cajt, ampak zdaj je tudi dober cajt, ampak je drugačen cajt.
Pameten poba, lepo je povedal. Super, ja. Takrat je rata, zakaj bi zamr biti. Ja. Mislim pa tudi, tako mi je žalostno gledati te bende, ki delajo neke reunijene, samo zato, da delajo. Ali oni, ki so res veliki, zato, da potegnejo še novo malho keša iz tega. Ali pa tisti, ki niso bili tako veliki, pa upajo, da bodo tisti, kar jim ni ratal pri 21, naredili pri 55. Ne? In jaz sem tako, dej dude, pač bod star 55. Ne, dej, embrace it, ne? Tako, bod to, kar si. No? In takrat je bilo tisto ful dobro. Če bi bilo Request Denied neki, kar bi mi pelali od takrat in razvijali in nikoli nehali in pelali do sem, do zdaj, ok, bi še zmeraj imeli ta Request Denied, najbrž bi bil to drugačen band zdaj, kot takrat, ne? Ampak bi bilo čisto pravičeno, da bi igrali tudi muziko od takrat, ne? Ampak da pa zdaj neki, smo se imeli dobro, ful je bilo cool, ful je bilo taka neka orgazmična energija, ful nam je dogajalo. Valjda nam je dogajalo, stari smo bili 18, ne? In zdaj, tako, jaz nočem biti več star 18, no? Tako, v redu mi je zdaj. Super. Čist druga smija, greva politiko. Okay. Kdaj in zakaj si vstopil? Pa bilo mi je čist naraven prehod iz aktivizma, o katerem smo prej govorili. Logično, ja. Ja, vse aktivizem in politika sta v osnovi pač ista stvar, ne? Samo platforma je druga. Ne? Hočeš še neko spremembo v družbi doseči? Ok. Ne? V tem, čemer poznamo aktivizem, je pač neka špura, to, kar poznamo politiko, je neka druga špura, s tem, da jaz nisem nikoli hotel zabrisati tako meje med tem in tudi, ko sem bil poslanec v državnem zboru, nisem nikoli tako želel, da bi bil politik zares. Veš, tako politik ima tak mal prizvok, pa navajeni smo politikov, ker nič ne dajo od sebe. Pa. Tako da meni se je zdel v bistvu čist tako en tak naraven prehod. Ful se je dogajalo na tej aktivistični stvari, veš, v tem cajtu gospodarske krize 2012, plus minus, pa takrat so bili blizu, pa so bili rudarski štrajki pri nas, pa Lafarge, pa cela stvar, vse je bilo tako, vsega je bilo ful, Palestina mi je takrat padla na radar. In je bilo tako kar velika, tako, v bistvu ful sem čutil neke take notranje sile potem, da se angažiram. In takrat smo pol osnovali Iniciativo za demokratični socializem, ki je potem bila ena od sestavnih kock Združene levice takrat. In mi je bilo tako, in mi je bila ful dobra odločitev, ker se mi zdi, da če si v politiki aktivist, ne vzameš tega tako zagotovo, for granted, ne, ampak poskušaš skozi oči aktivista gledati, kaj vse lahko narediš. In če si, veš, če si kot nek aktivist v neki skupini, ne vem, hočem zdaj, ne vem, rad bi, da tole cesto tle za tvojo hišo zrihtamo, ne, in si ti zdaj neko tle lokalno iniciativo vzpostaviš, pokličeš vse sosede in ste vi zdaj aktivisti za to cesto, ne. In to je totalno cool in legit, ne, in prav je, da se tako stvari dogajajo, ampak ti boš rabil 1 let, da boš to zrihtal, ali pa 2, da boš to cesto zrihtal, boš moral pisati peticije, dati pobude, najdete enega občinskega svetnika, da bo v tvojem imenu dal pobudo na občinskem svetu, da bo z županom govoril, da ga bo probal prepričati, pa zdaj, ali je on te pravi ali ni te pravi politični stranki, ali kaj bo, ne, in ti boš rabil to, ti se boš ubil za to cesto, kot aktivist. Je prav, da delaš in eventually ti bo ratal. Ja. Če boš vztrajen in premišljen in če boš delal dobro stvar, a veš, ko pa narediš s cesto, če si župan, rečeš, v naslednjem proračunu bomo pokrili to cesto, cek, 3 mesece in je cesta narejena, ne. Isto na državni ravni, ne. A veš, koliko se lahko matraš za eno stvar kot aktivist, ne? S protesti, s peticijami, z pozivi, s tem, da probaš priti do
predsednika vlade, probaš priti do lokalnega poslanca, pa da ti on naredi nekaj, da on stopi za tabo, da ti on naredi neko pobudo, neko politiko, da ustvari okrog tega, da se potem lahko začnemo pogovarjati in da se ta stvar dejansko spremeni. Ne? Veš, če si poslanec, se usedeš za komp, v pol ure imaš napisano pobudo vladi in si naredil v enem popoldnevu kot poslanec tok, kot bi prej mogoče v enem letu delo kot aktivist, ne, kot neka civilna družba. Zato je ful pomembno, da se ljudje, ki so aktivisti, ki poznajo to civilno, ki so aktivni kot sicer, ne, v skupnosti, da se angažirajo in da sprejmejo neko politično odgovornost, no? Politično funkcijo, če hočeš, ali pa job, ali pa kakorkoli. In jaz sem z tega naslova šel to delati, nikoli z željo, da bi to bila dolgoročna politična kariera, tudi zdaj nimam tega, niti te potrebe, niti te želje. Se mi zdi pa smiselno, da sodelujem čisto iz tega klica, da prispevam, no, kot aktivist. Si bil takrat pripravljen, pa pričakoval, da boš stopil v državni zbor? Pričakoval, ja, pripravljen pa niti slučajno. Pa ne. Ne možeš biti pripravljen na to, ne? Ne. Mislim tako, državna politika je ful zanimiva stvar, no. Pripravljen, veš kako, zdaj se mi je, da sem v, temu se reče, izvoljivem okraju, ne, oziroma v nekem okolju, ki bi mi znal nakloniti toliko podpore, da bom izvoljen. Ne. Čeprav pol sem bil res čisto za las izvoljen, tako 0,02% je bilo odločujočega, ne. Ampak sem pa bil in se mi je zdelo, pred mano je bil v tem istem okraju v Trbovljah, je itak kandidiral Luka Mesec in on je pač dobil, ne. In jaz sem imel to neko popotnico in sem bil izvoljen. Pripravljen pa niti slučajno. Tako, jaz sem mnogo prej spremljal državni zbor pa politiko, pa sem vedel, kaj se da. Ampak tako live v državnem zboru me je pa ful presenetil. Predvsem me je pa presenetil live zunaj državnega zbora takrat. Ker tudi, če sem bil pripravljen na ta politični ping-pong, ki pač parlament je, nič drugega kot politični ping-pong, ena ideja, druga ideja, proti, za, ovo, ono, td. In ti veš, kaj lahko pričakuješ od une tribune, na kateri sedijo SDS, NSI in veš, neke politične organizacije, s katerimi se ti v jedru pač veš, da boš moral se bockati pa argumentirati. Ne? Tako da to me niti ni toliko presenetilo, ali pa da bi me pobil, ali pa kaj. Kar me je pa res razočaralo, je bilo pa zunaj državnega zbora, je bila pa ugotovitev, koliko folk ne šteka tako osnov političnega procesa. Ne? Tako, koliko imamo mi kot družba, še kot civili, da rečem, še za narediti, da bomo štekali, kaj vse sploh lahko naredimo, pa na kakšen način. Ne? To me je pa ful presenetilo. Je pa tako, razumem pa, da so ljudje siti politike, pa da jim grejo na živce in da potem si tam, pa si te prvo pa zlijejo vsem tebe. Ne? Sem se pa trudil biti ful skozi stiku z svojim lokalnim okoljem in biti ful priden pa marljiv v državnem zboru. No? In sem v svoji pisarni v Trbovljah vedno probal čim več folka biti in prevajati vse te stvari v moje parlamentarno delo in tudi pač v parlamentu. No. Delati pa, če pogledaš Parlameter, se lahko pohvalim, da imam ful dobre statistike. Da povej, na kjer dosežek si res ponosen, da ti je uspelo? Na dvig minimalne plače. To je bilo kolektivno, to ni bil moj osebno, to je bilo kolektivno. Dvig minimalne plače, definitivno. Ena stvar, tako največja stvar iz prejšnjega mandata, kjer nam je ratal, to je v bistvu precej, to je neverjetno, v bistvu kar nam je ratal, bili smo opozicijska stranka, ne. Tako, vsi so nas imeli polno glavo, da ne rečem kaj. In bili smo pač ostro, smo pač nastopili in smo dosti politično, se mi zdi,
dosti tako politično, ne bom rekel zvijačno, ampak pač ratelj nam je. No. Ratelj nam je državni zbor zintrigira do te mere, da so to stvar podprli. No. In to je stvar, ki v bistvu še zdaj imamo vsi ful od tega. No. Najbolj pa ljudje, ki so dejansko na minimalne plače. No. Bil si tudi angažiran kot prostovoljc. Zdaj vem, da si bil kot prostovoljc v DSO Hrastnik. Ja. Kako je bilo tam, pa kaj si še prostovoljnega počel, da bi lahko pa rad izpostavil? Takole. Mislim, Hrastnik je padel v času epidemije. Ne? Tako. Jaz sem bil se pravi poslanec v prejšnjem mandatu, skozi cel čas epidemije, skozi celo to masakr Janševe vlade. In sem tam, to je bil res en tako merljivo, mislim, da najbolj intenzivnih mandatov v zgodovini države. Ne. Spremljal sem, ker sem bil član odbora za delo, sem bil skozi v stiku s socialnim varstvom, ne. Se pravi tudi z domovi starejših, in smo skozi spremljali, kaj se dogaja, pa takrat je bila res frka. Ne. Takrat so bili domovi starejših v res nezavidljivem položaju. Ne. Ljudje so pač starejši, bili so slabše zdravstveno, da rečem, slabšo zdravstveno dispozicijo, so ful umirali, pa problemi so bili, pa cone, pa prehodi, pa ni bilo zaščitne opreme, pa veš, cela drama. Ne. In takrat je imel problem, dom v Hrastniku je pa tako infrastrukturno pač ful strn, ne. In zdaj se gradi novega, zdaj vsak čas bo prvi, kako se reče, temeljni kamen, oziroma ta prva lopata, ali kako se temu reče. V Hrastniku zdaj, se pravi, bomo zgradili novega, ampak takrat je bilo pa sam to, ta star bivši dijaški dom, ki sploh ni kalibriran na to, da je dom starejših, sam tam pač starejši živijo in jih oskrbujejo. In ne vem, ko je mislim, da je bila frka z zaščitno opremo ali nekaj, in jaz sem bil takrat poslanec in me je Marko Funkl, župan, sva bila skozi v stiku in mene je res zanimalo, kaj se dogaja. In mislim, da na eni točki me je prosil, če lahko dam neko pobudo vladi, pozabil sem že v bistvu, neko pobudo vladi ali ministrstvu za delo takrat, ali za zdravje, da jim priskrbijo nek lager dodatne zaščitne opreme. In jaz sem rekel, ok, cool, bom to naredil, in odložim telefon, začnem tipkati in to pobudo in dvignem telefon, pa reče tako, a rabiš, pač zdaj to delam, ne, a rabiš še kaj, ne, reče tako, a lahko daš kak par rok, ne, in potem sem jaz šel, potem so se zmenili, no, in sem šel jaz in še en kolega in sva oddelala nepar teh rund in je bilo tako, to je bil res kar zanimiv cajt. Tako, bili smo v kopalkah in to je bil julija, glavnina, ta špica je bila tako, pač sred poletja. Bili smo v kopalkah in skafander čez in napisal sem eno stvar in objavil v Mladini svojo izkušnjo, kaj se je dogajalo, kako so bile pač nevzdržne, tako res nevzdržne razmere. Takrat politika res ni poskrbela za to sceno. Res, to je tako ful črna pika na prejšnjem mandatu. In mi je tudi tako, zdaj mi je kislo, ker, zdaj postavljamo to dolgotrajno oskrbo, ne, in se zdaj ti isti ljudje, ki so imeli takrat šanso vse zrihtati, pa so tako zasrali celo področje, ne, še posebej v času epidemije, zdaj kažejo s prsti, ajde, daj, naredite tako, naredite boš, naredi ti. Imel si šanso, lahko bi naredil. Ne. Kaj je tvoja glavna želja za mlade, ki šele prihajajo? Zadosti ste se tudi v politik s tem ukvarjali, mogoče na kaj bi ciljal, lažja zaposlitev, ne vem, stanovanjski problem? Mislim tako, materialno prav gotovo so tako stanovanja prva stvar. Zdaj, ker to, kar se je zgodilo z nepremičninskim področjem, je norost. Ne. Stanovanja, če si v Ljubljani in rabiš stanovanje normalno
za ne vem, da imaš 2 otroka, zraven moraš dati $500,000 za to. To je norost. Ne? In v Zasavju situacija ni bistveno drugačna, ne? So tudi nore cene. In ne samo nore cene, pač posledično nedostopnost tega, da človek pride do osnovnega, do svoje osnovne pravice in to je streha nad glavo. In ja, zato smo se tudi pač v tem mandatu ful potrudili. Imam to srečo, da delam na Ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer je stanovanjska politika eden ključnih projektov in krepitev javne najemniške stanovanjske mreže. In je mislim, bistveno največji uspeh politike od osamosvojitve do zdaj je ureditev tega področja na način, da se financira javna stanovanjska gradnja v višini 100 milijonov na leto v naslednjih 10 letih, tako milijarda za javna stanovanja. Ne? In to je neviđeno, v bistvu tega ni še nihče naredil. Zadnjič smo gledali, mislim, da je dal, da v preteklem, v unem letu, preden smo mi prišli na to ministrstvo, je bilo vem, za financiranje javnih stanovanj 1,4 milijona ali nekaj tako pač nič, ne. In zdaj pa 100. Tako da jaz upam, da bo ta stvar rešila. In tudi vidim, da je ta stanovanjski problem eden glavnih izzivov, recimo, s katerimi se čaka, pač so zdaj ljudje, ki so mlajši od mene, srečujejo. Druga stvar so podnebne spremembe, ker so pač ludilo. Ne? Včeraj mi je ena prijateljica, ki je potaplačica, rekla, da je ful morskih psov v Sredozemskem morju zdaj in tudi v Jadranskem morju, ker se vse segreva. In da je to sicer je fajn za potaplaštvo, ampak zjebe pa to ekosisteme. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, kaj je ta zdaj aktualna bolezen modrega jezika, ki je drobnico prizadela, ki cepajo cele črede zaradi njega. Zakaj? Zato, ker se podnebje spreminja, ker se segreva in ker imamo ker je zdaj ful nekih tujerodnega mrčesa tukaj, ki ga sicer ni. Ne? In evo ti rezultat. Ne? In da ne govorimo pač vseh drugih rečeh v povezavi s tem. Predvsem bi pa poleg stanovanjske in podnebne krize izpostavil ali pa bi si želel, da ljudje ne zgubijo upanja. Ja. Ker se mi zdi, da je glavni problem v mladih ljudeh tako malo brezup. Kar je razumljivo v teh okoliščinah, ampak tako da se fajtati. Tako pa da se. Ne? Tako skupnost ful veliko lahko naredi. Ok, cool. Počas bo šla na eksplozivno ali vprašanja. Oh, fuck. Še prej mi pa povej, kaj si nazadnje pogooglal. CSD Posavje. Cool. Ok, čas je za eksplozivna ali vprašanja. Dobiš 10 vprašanj, izbereš možnost, ki ti je ljubša ali manjše zlo. Okay. Odgovarjaš eksplozivno, hitro, torej brez komentarja, brez razlage. Imaš možnost jokerja ali kvizka. To pomeni, če na katero vprašanje ne želiš odgovoriti, lahko vložiš joker ali kvizka, lahko vložiš enkrat, oba ali pa nobenega. Ampak s tem prideš do lažjega vprašanja. Ampak da prideš do tega lažjega vprašanja, moraš poslati SMS z vsebino ZPMS5 ali ZPMS10 na številko 1919. To mu sem poslal. S katerim doniraš 5 ali 10 evrov. Tako. Nadaljujeva eksplozivno. Si? Ajde. Začniva. Košarica na kolesu ali tačka na kolesu? Tačka na kolesu. Dom Svobode Trbole ali Delavski dom Trbole? Nekdo me bo ubil. Delavski dom Trbole. Vlak ali avtobus? Vlak. Request Denied ali November 1? Oh, fuck.
Se pravi, lahko vložim. Joker ali kviska, pošleš SMS, pa dobiš lažje vprašanje. Namesto tega. Ok, ZPMS 5 ali ZPMS 10 na številko 1919. se pravi 1919, Ja. vsebina ZPMS 5 ali ZPMS 10. Izbereš 5 ali pa 10 evrov. ZPMS ZPMS. 10, ok. ZPMS, Tako. ok. The best. Rešeno. Lažje vprašanje. Pomlad ali jesen? Jesen. Mikrofon ali megafon? Mikrofon. Pisanje besedil za glasbo ali pisanje govorov? Pisanje besedil za glasbo. Zmaga ali poraz, ki te nauči? Gremo. Bom plemenito poraz, ki te nauči. Okay. Studio ali živa publika? Živa publika. Odigrati koncert v pižami ali koncert odigrati v fraku? V pižami. In pa zadnje vprašanje, ki ga je v prejšnji epizodi zastavil Aljoša Bagol, ampak ni vedel, kdo bo gost. Okay. Fitness ali surfanje? Surfanje. Okay. To je to, hvala. Zdaj bi pa prosil še tebe za eno ekskluzivno vprašanje za naslednjega gosta, ki pa tudi ne veš, kdo to bo. Okay. Sedeš v dvorani Ja, ali moš piti? zabeleženo. Kdo bo gost? Ne veva še. Nekdo, ki nam ve, ko je moš piti. Bom razložil, če potrebno. Okay. Cool. Zdaj pa za konec, ampak tudi zelo pomembno, vsakega gosta prosim, da se seboj prinese nek predmet, neko stvar, ki je v povezavi z njim, ga je zaznamovala ali pa mogoče njegovo delo in ta predmet gre v dobrodelno dražbo. Torej, Primož, kaj si prinesel ti? Prinesel sem tole, palestinsko zastavo, Ja, ki je preživela že čisto vse. povej To zgodbo. ni nova zastava, to, kdorkoli bo pač na dražbi, to si prisvojil, niti slučajno ne bo dobil lepe, sveže, zlikane in lepih barv zastave, bo pa dobil zastavo, ki ima totalno zgodbo za sabo. Super. In tudi zastavo, ki mi je tako zelo ljuba in ima tudi v mojem življenju neke emocionalne vrednosti, tako da se težkega srca ločujem od nje, ampak ajde, dobrodelni nameni. Mogoče pa bo kdo od znancev ponudil. Mogoče bo moja mami kupila, pa mi v pol nazaj za Pa dobi za Abrahama. Ko sem bil prvič na Zahodnem bregu, se pravi med Palestinci, smo se imeli ful dobro in smo spoznali ful čudovitih ljudi in smo rekli, pač srečali smo ful aktivistov. Šel sem tja zato, ker sem hotel odbliže spoznati ta palestinski struggle njihov, okupacijo in videti ljudi, ki se z njo soočajo. In ker sem vedel, to bodo čudoviti ljudje, to bodo ljudje, katerih življenje visi na nitki skozi in ki me bodo lahko o aktivizmu, o predanosti, o namenu, o smislu marsikaj naučili, plus lahko jaz pridem tja in svojega udobja, mirne in varne Evrope ponudim pomoč, podporo in vprašam, na kakšen način jim lahko pridem nasproti. In srečal sem ful čudovitih ljudi, lokalcev in rekel sem, pač par stvari pa moram tle pobrati pa odnesti domov in so mi rekli, ja, sam ne zastave, zastavo ne boš mogel skozi vse izraelske vojaške checkpointe prideti. In sem rekel, kaj pa kefija, ta izraelski, palestinski šal, bom lahko skozi izraelske checkpointe šel z njim, so rekli, probi, ne. No, pa smo to kefijo imeli v kufru in smo imeli ful problemov zaradi nje in so nas slačili in pregledali in puško na čelo in vse te fore, dolga zgodba. Ta zastava je pa ostala pri njih, pri Izraelcih, pri Palestincih in so morali priti z Zahodnega brega s to zastavo skozi checkpointe, svoje checkpointe, izraelske checkpointe na jordansko stran
kjer so iz Jordanije lahko potem to zastavo pač preživeti vse une checkpointe, vojaške puške, čakati v vrsti. In so potem to zastavo lahko po pošti poslali iz Jordanije, ker torej skozi Izrael ta pošta ne bi nikoli prišla do mene, in so mi poslali na domači naslov v Trbovlje. In od takrat sem jo imel sabo, vedno, kjerkoli smo protestirali, bila je na tisočih protestih, visela je v moji pisarni v državnem zboru, visela je do še danes z mojega okna v bloku. In na vseh protestih je bila zraven, na zadnjem jo je hotel varnost, na enem od zadnjih protestov, sem se skoraj stepil z varnostnikom na tekmi, ker so naši košarkaši v Kopru igrali z izraelskimi in smo tam pač bili in delali štalo in mahali s temi zastavami, pa ne bi smeli. In tam je bilo kar pestro s temi varnostnimi službami. Predvidevam, da je bil Mossad tudi tam zraven in nas je fotkal in ima najbrž Mossad mojo fotko s to zastavo. Ampak se ful lepo smejim na tisti fotki. In skratka, to je zastava, ki je vse prenesla in jaz jo dam tistemu, ki upam, da pride v dobre roke, nekomu, ki pozna in ceni ta palestinsko stvar, pa upam, da zlicitirate na čim več za tiste, ki se borijo s čim drugim. Super, lepa zgodba. Povej mi, kakšno začetno ceno bi postavil za dražbo? Kaj pa realno? Kakor bi samo ceno, lahko povem za prejšnje goste, da so nekje začeli pri 25. Ok, potem jaz začnem pri 30, zato da je dodatnih 5 v podporo palestinskih stvari. Ok, torej začnemo pri 30 evrov. Gledalci in poslušalci, predmet je že na voljo za nakup na dražbi, ki traja en mesec. Izkupiček pa bo šel v celoti Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Vse podrobnosti najdeš na eksplozivno.si in spodaj v opisu te epizode. Primož, kje te lahko ljudje spremljajo, projekti, mogoče še kaj, kar nisva omenila? Se pravi, vsako jutro na Rock Radiu. Delamo fajno stvar z dolgotrajno oskrbo. Seštevam to kar ne bi bila kmalu plata. Delamo še en projekt s Svetlano Makarovič, glasbeno, z mojo dolgoletno, upam si reči, prijateljico in s človekom, ki me zelo podpira v mojih glasbenih naporih. Pa lahko kjerkoli, kjer je malo več miru, ne? Cool. V gozdu. In še za konec, kaj bi danes svetoval svoji mlajši verziji ali nekomu, ki ravno začenja ustvarjati javno in na glas? Vsaki stvari velja biti to, kar si. Tako ne glumiti. Bod bolj punk. Pa Free Palestine. Ok, cool. Primož, iskrena hvala za tvoj čas, besede in nasvete. To je bil podcast Eksplozivno in pogovor s Primožem Siterjem. Če vam je bil podcast všeč, ga delite med prijatelje, naročite se na kanal in spodaj zapišite kak komentar. Vse to mi pomaga, da lahko še naprej ustvarjam več takih pogovorov. Pošljite SMS-e in sodelujte v dražbi. Hvala, ker poslušate in se vidimo spet kmalu. Srečno. Hvala, srečno. The best. Ti slute mi? Ne, v bupu. Kako boš, se pravi, ta dražba se pa sprot odvija? Ja, to bo na eksplozivno.si dražba, vidite lepo, kdaj je štartal, koliko dni je še, pa vidite se bo sprot, kakšen je znesk, pa kdo je Donator. Super. To se počne, mislim, piše, maila sem videl, mail jaz vidim kdo.